nekega dne sem opazil, da oni govorijo na intro. Tega mi nismo preverili. Tabu tema, ko so vedno rekli, da so vas pa Nemci kupili. Ne. Pa moram reči, da v zadnjih več letih je slovenska muzika fejst napredvala. Če hočeš prodreti na sceno, pač se moraš prilagajati. In takrat je padla ideja Rock Radio bomo naredili. Sem vrtel nazaj, everybody dance now, everybody dance, eno roko gor z nogo sem delal pa crossfader. Zdaj se pesmi ustvarjajo za umetno inteligenco, pritisneš. Gramofonska plošča ima boljšo dinamiko, ima več nizkih, manj srednjih, lepo zgoraj visokih toni. CD je pa linearen, to je tako, bi šel na hitro prehrano. Ne, brez veze. To je že tu, 2-3 leta še. Kako bo to stalo? Je tam mene 3000 evrov. Malo ti pobira. Škrat zavese malo rešujejo, ne? Ampak ja, reda. Mislim, da si se odzval. A to je že zares ali to še ni? Ja, v bistvu, kar takle se začne. Čau. V bistvu si je platforma tako nastavljena, da se kar začne. Da se začne, ko se začne. Ja, škrat, Rino, tole bom mogel mečkem te poravnati, ker vidim, da si mečkem po stran. Evo, tako. Da pa bo. Škrat, v bistvu se kar takle začne na sproščen način, brez da bi se predstavljali pa tako v novinarskih konferencah pa tako naprej. Temo sva itak imela ta pravo, mikrofoni, nastavitve, signali. Da ja. Ja. Da mi povej, ti si radijski voditelj že časa? Od pamti veka. Pamti veka. Zdaj, če gledajo ravno moj Radio Fantasy, mi imamo letos 30 let, jaz sem pa eno leto manj na radio. A res? 29. Bravo. Ja. Pa še prej je bilo nekaj kilometrov. Ampak na Fantasy je šlo najbolj zares, pa ta radijska pot, ki se je rojevala, je trajala 29 let. Se pravi, si bil od samega začetka? Skoraj, ja. A v bistvu sta se že prej z Robijem poznala? Ali? Ne, jaz sva se srečala v džungli, dol spodi. A res? Ja, bil je en party, ko so ga naredili in takrat sem musko dol vrtel v džungli in sva se srečala, pa so rekli, kaj pa če bi mi nekaj probali. Pa sem začel sam z dodajo. Začel sem zadajal o raperski muziki, hip-hop, magic, pa smo dali črno na belem, pa smo pa začeli malo bolj zares delati. A res? Pa da cool. Pa v bistvu v džungli si bil kot DJ že prej? Ja, pa Mirana si poznal, Funk 33? Miran Pratneker, ko je v bistvu bolj tudi bil rezident. Pa je bil pred tabo, za tabo? Za mano. Aha, za tabo je bil. Takoj za tabo? To ne vem čisto točno, ker je bilo nekaj menjav pol tudi na tem vodstvenem delu. Ne vem, koliko je, ne vem točno, kdaj je delo. Mislim pa, da je bil kar kmalu za mano. Aha. Pred mano jih pa ni bilo več. Žal tudi spokojni Teo je delo tam. Aha. Ki je začel z Radiem Fantasy zgodbo. Čist na začetku, ja. Pa se je pa zgodila nesreča in evo. Je bil pa Teo, DJ tam, v bistvu sem njega zamenjal in je bilo takrat na začetku misleč med nama, da sva en drugega, oziroma jaz njega spodrino, ampak je bilo čisto drugačna odločitev, tako da sva pa postala dobro prijatelja, ampak se je prehit končalo. Pa smo začeli pa radio delati bolj zares. To so v bistvu prvo pri Robiju doma začeli dogajati, ne? Kako je to izgledalo na začetku? Tam je bil majhen studio, doma pri njemu ena sobica, majhen studio, ampak z vso to opremo, ki pač je bila takrat za tiste čase, in se veš, takrat, ko se je rojeval radio, je bila stara šola, zelo taki hermetično zaprti studiji, poseben prostor, steklo vmes, ne, bog ne daj, da muha leti. Tudi tehnika je bila temu primerna, včasih so bili še koluterji, pol so bile gramofonske plošče, kasete so še bile. Tu se je začelo pa z računalnikom. To je bil wow. Čeprav je bil na DOS osnovi, ampak le. Začel pa mislim, da je Robi celo z enim šaflerjem, da je bilo ne vem koliko CD-ov noter, ampak je hiter pol preklopil se na računalnik, kar je bilo pa res nekaj novega. Se kako ste pa v bistvu tehnično to speljali, recimo, tega si bil v bistvu dosti kot tehnik tudi tam, recimo, nekako prisoten, ali kako je to izgledalo? Mislim, postavljanje radia ne, to je bil Teo, pokojni zraven tudi, pa mislim, da Leo Oblak je bil pri postavljanju, pa tudi pri urejanju, seveda papirologije in tega naprej, tako da jaz sem prišel bolj kot gost, no, bolj, da rečemo temu, sam svoj tonski tehnik, to je bila tudi neka nova stvar, da niso bili več radijski voditelji, samo speakerji, čez tisto tako imenovano steklo, ampak da si bil DJ, ne, one man. Pa izbiral glasbo? Ne, že od nekdaj je bilo tako, da so bile playliste narejene, ker so računalniki že takrat začeli, zdaj pa itak sploh to vse tehnično zračunano, po čustvih, po moodu, po zvrsti, tako da ne, nikoli. Zanimivo, v bistvu. Se kako si pa recimo, zakaj te je pa
to zanimalo, kaj bil si DJ, tam si verjetno tudi kaj malo animiral z mikrofonom pa to, oziroma kje si dobil ta navdih, da bi pa šel radio poskusiti? Pa... Veš, kako je bilo? Včasih je bilo eno malo drugačno pravilo, kot je zdaj. Ne? Diskoteke so narekovale, kaj bo novega na radijih. Ne? To je bilo včasih. In ko smo delali v diskotekah, se spomnim, so še imel predtem oddajo na Radio Velenje, to je zelo dolgo nazaj, sem imel polurno oddajo in sem predstavljal v imenu diskoteke glasbo. Ne? In sem predstavljal nove plošče, ki smo jih pripeljali, in potem so se te pesmi počasi začele vrteti po radijskih, tudi slovenskih radijskih postajah. Da te mama kliče. Ne, še to, da mi bo slučajno zvonil. Jaz se? Ja. No, v glavnem, tako je bilo, da sem na radio prihajal kot predstavnik diskoteke in šele potem smo obrnili zadevo, ne, da smo začeli mi delati kot poznavalci glasbe, kot DJ, smo znali tehniko malo uporabljati, smo pa rekli, probajmo še biti govorci, ne. Pa je šlo. Pa ti je v bistvu tako bi se ti je zdelo ful naravno, pa tak... Zanimivo je bilo, ker je bilo nekaj novega, ne. Čeprav me je bilo na začetku vedno zelo strah, ampak se spomnim, ko so mi dali prvič možnost na Radio Velenje, so rekli, probaj ti, tole neko reklamo smo mogli posneti, ne. Smo jo snemali, po mojemu 100-krat, pa nikoli ni bilo v redu. Ker smo jo snemali za neka jabolka in nisem točno razumel vsega, ampak sem probal, ne. Čez čas potem pa smo začeli bolj kot pogovorne oddaje ali pa oddaje kot predstavitev neke te glasbe, ne. Pa se pa malo upeleš noter, kasneje pa se je začel potem s tečaji, z raznoraznimi govornimi vajami. Pa pač malo dobiš ta grif, ne, občutek, se je začel. Radijske postaje, ko so rekli komercialne, so pa itak bile nek nov trend in tam se je lahko malo drugače govorilo kot na nacionalnem radiju, zborna pogovorna slovenščina, smo bili lahko malo tako, ne, v slengu, kar pa je do neke mere dober, nasploh generalno pa ne, no. Ne, ker te posluša različen spekter ljudi in je fajn, da poveš vsaj to, da te generalno razumejo. Ampak takrat recimo v tistem obdobju je bilo veliko teh komercialnih, ali so se šele začele pojavljati? Mi smo bili bolj prvi, ne. Ta prva dve radijski postaji, ko sta bili komercialni, je bila Radio Alfa pa Radio Gamma MM v Ljubljani. To so se pa začeli urejevati. City, Mi, Hit, ne, tako naprej. Se pravi, čisto lokalno, verjetno na začetku. Lokalno, ja. Pa so bili ti dosegi recimo takrat tako kot danes recimo, ali kako je to v bistvu izgledalo? Koliko je doseg recimo tako po radiusa, koliko daleč se lahko to posluša? Frekvence ostajajo enake, kot so bile, ne, se pravi pokritost tudi, ne. Pač na določenem hribu je oddajna točka in pokriva tok in tok, ne. In to je zaenkrat še vedno enako, kot je bilo, kljub temu, da imamo zdaj DAB, ne, to je malo drugače. Bilo je sicer v planu, da se bo do, ne, mislim, da 2020 že vse digitaliziralo, pa se še ni, ne. Ampak je pa zdaj v tem obdobju, ravno zdaj sem zadnje par mesecev opazil, da je na DAB-u cel kup novih radijskih postaj, ki jih delajo, ki so tematske, ene so harmonike, ene so ene so klasika, celo to imamo zdaj na novo, ne. Zakaj se pa urojevajo, potem se zdaj tako množično zadeva, ker je cenejša oblika, ali kako je to v bistvu, ker frekvence je omejeno, a ne? To je največja težava, ali pa, mislim, to je dejstvo, da frekvenc ni več, teh višjih dobrih so na kakšnem lokalnem bloku, ampak to dobenega ne zanima. Ta spekter frekvenčni je pokrit, DAB je pa še odprt, ne. In zaenkrat dobeden kaj dost ne komplicira okoli tega. DAB stane najem, ne. V grobem, ne vem, mislim, da je zdaj na pamet rekel, nisem strokovnjak na tem, tam je 1500 € je najem za celo Slovenijo, pol pa vse ostalo, saj moraš imeti studio pa promocijo, da te pol še kje video slišijo, saj ravno zdaj gledam, da je ena radijska postaja z neko harmoniko, vse posod prisotna, še ona, ker išče svojega, če poznaš, če si videl. To je ena iz mednarodno zabavnih radijskih postaj, ki je zelo zanimivo štartala tudi s pomočjo jumbo plakatov. In evo, se promocija, ne? Je promocija pa je kar dosti poslušan. Zdaj v štart pa mislim, da so poletje lansko leto in zdaj raziskave, ko sem gledal, so zelo poslušani. Kako se ti pa recimo ta pot recimo zdela od začetka, pa potem, ne vem, rečemo na 5, 10, 15 let recimo, kako si recimo te spremembe doživljal, ne? Ker radijska scena sama po sebi, ne, se je skozi različne medije, ne, se je zelo spreminjala, ne? Zdaj, ne vem, rečemo 30 let nazaj je bilo to pač nekaj novega, ne?
Potem se po v bistvu, ne vem, po 5 letih, 10 letih, kako si ti občutil recimo te spremembe, pa kaj ste dejansko mogli mal spremeniti, da ste dejansko bili v trendu, da je danes to, Ja, sej generalno, če gledamo, še vedno skozi nekaj spreminjamo, ampak to, ko si rekel, zdaj spreminjamo po malem, ne? Zdaj samo pilimo ta nek, rečemo, diamant, ne? Mi smo pa rasli z radijem, mi smo začeli, ne? Začel se je Radio Fantasy kot komercialna radijska postaja, se spomnim, ko sem jaz začel delati, smo počasi potem poslušali, največ smo poslušali italijanske radijske postaje, ker so bili tak vedno pred nami. Dobra muska je bila, fajni elementi so bili, džingli so bili dobri, edin kar je Italijani govorijo kot zmešani, ne, pa veliko preveč, ne. No, ampak smo hodili dol v Italijo, pa se spomnim, nekega dne sem opazil, da oni govorijo na intro, ne. Se pravi, uvod pesmi, predno začne pet. Tega mi nismo prevedeli, ne. In smo tem mi sami rekli, čak, dajmo mi tudi to probati. Pa smo probali. Pa smo lovili intro, celo program so nam tako naredili, da nam je odšteval intro, oziroma se črta pelje, ker ne, ko bereš z nekega papirja ali z računalnika, ne gledaš odštevanje, ampak vidiš pa neko črto, ki se pelje, ko pride do konca, je zmanjka, moraš ti končati govoriti, ne. To je recimo ena izmed revolucionarnih stvari bila, ko smo na Fantasyju začeli delati, tako, wow, the best, gremo, ne. Tako da vedno smo dodajali, neki se učili, skozi spremljamo tujino, ne. Pol z leti so začeli prihajati tudi v Slovenijo strokovnjaki iz tujine, pa so nam pokazali, koliko to gor delajo, kaj če bi vi tudi tako, pa smo malo probali to od nagradnih iger do načina dela, do tistega radijskega kloka ure, kdaj lahko greš noter, kaj govoriš, ne. To se potem samo strukturira, še pa vedno bolj pili, ne. Ni več tisto, ko smo mi zdaj bomo nekaj govoril, čak regler gor govorimo, ne. Ko smo začeli s tem introm, je bila ena zelo zanimiva stvar, takrat so še bili tonski tehniki pa speakerji, ne, in je on rekel, tonski tehnik je rekel, 23 sekund imaš intra, ne, speakerci ali pa, ne, pol ona začela, čak 23 sekund, ne, in potem, danes je lep dan, sonce sije, temperatura zunaj, 5 stopinj Celzija, koliko še imam, ne, a veš, neko lovljenje intra, ne. To je bilo takrat, ampak smo rekli, od tega trenutka dalje se lovi intro, ne. Fajn, ne, to je je že bila neka nadgradnja, naslednji smo spet nekaj upasili dol. Vem, da smo eno leto šli tudi spremljati radijsko postajo RTL, ki je še zdaj isto nacionalna radijska postaja. Oni so začeli prvi s to televizijo, ko zdaj imamo nekaj radijskih postaj, ko imajo televizijo, ne. Oni so bili prvi, ki so imeli dejansko pesem, ki igra v etru, so imeli tudi video, ne. Tega ni bilo. Bile so radijske postaje, ko so imeli svoj TV kanal, se spomnim, Radio DJ v Italiji je imel svojo televizijo, ampak to ni bilo 1 na 1. RTL pa dela to. Vrti video spot, ne, ti ga poslušaš v avtu, na televiziji ga pa gledaš. Aha, aktual, mislim, da ima to neko podobno sceno. Podobno ima, ja, sej to je bil razvoj, mislim, da iz tistih časov še, ko to vizijo je imel Leo Oblak, ki je bil včasih pač lastnik Radia 1, pa ga je pol prodal. Tako da zdaj, mislim, da z novim letom je Radio 1 začel delati na tak način, ko se je to pred 20 ali 25 let nazaj videlo dol. Se spomnim, ko smo bili skupaj v Italiji, pa rekel, to bom jaz naredil. In evo. Sem zanimivo, da v bistvu je bila Italija tako, mislim, čisto drugačna, ne? Tudi recimo glasbena scena italijanska je v bistvu ful razvita, tako se mi zdi tudi kultura njihova je drugačna, ne? Drži, ja. Ampak če pa gledaš, ne, ko smo mi musko vrteli, včasih, to so bila zdaj 90. leta, jaz sem začel leta 87 prvič, smo pa mi vso muziko kupovali v Italiji, ne. Kupovala se je v Trstu, v music shopu in vse je prihajalo z onega konca gor. Ko da nismo bili toliko na Eurodance sceni nemške glasbene scene, kar pa smo zdaj radijsko bolj orientirani na sever. Zakaj pa? Italijani. Zakaj pa? Ne vem. Tako je naneslo, začeli smo se bolj približevati, ne bom rekel njihovi glasbi, ampak očitno se je ta širina Evrope bolj raztegnila iz Nemčije ven kot iz Italije, ne. Ker tudi marsikateri italijanski DJ ali pa izvajalec težk prodreven, vse so bili Precioso pa Marvin pa ti, ne, ampak velikih pa ni prišlo ven, da bi bili na evropski sceni kot DJ in tudi glasba se je potem posledično vrtela na radio, ne. Zakaj pa misliš, da je tako bilo? Ne vem, se pravi, mi smo skozi muziko kupovali v Italiji, potem se je pa vse skupaj obrnilo, ker nam je bliže, ne. Nam je bliže ta germanski stil življenja, tudi pogovorno, če govorimo, mi ne govorimo nekih italijanskih slang besed, kot jih recimo Primorci, smo bolj gor orientirani in se mi zdi, da je to neka povezava, ne vem, bliže nam je.
Ja, se Mogoče tudi, mogoče tudi, ko so kasneje zdaj z temi leti začeli prihajati strokovnjaki iz Nemčije, ko so postavljali radijske postaje, to je bilo večkrat, se spomnim, to je ena taka tabu tema, ko so vedno rekli, zdaj so vas pa Nemci kupili. Ne. Nemci so samo know-how ponujali, ki pa ni poceni. Ne. So pa garantirali vedno. Vse, kako je pa v bistvu ta, recimo, zakaj je prišlo do te spremembe? Ker recimo veliko nekih takih kritik je, ne, ki recimo govori o tem, ne, da zdaj recimo, da so vse radijske postaje recimo podobne, imajo neke iste neke vzorce in tako naprej, samo razlikujejo se mogoče v žanru, ne. Zakaj misliš, da se je v bistvu, da se je ta model tako prijel, ne? Zakaj, recimo Val 202 je mogoče edini, ne? Ko ima to, rečemo, neko svobodo, pa zavrtijo tudi take komade, ko jih verjetno komercialne ne tokne. Ja, zdaj, ok, nacionalni radio ima tudi malo drugačne pogoje dela. Mi komercialni radiji pač enostavno živimo od tega, od poslušanosti, ne od prodaje reklam, čistko pod črto. In seveda se trudiš biti najboljši, vrteti najboljše, ne. In neki izračuni pač kažejo, da poslušalec mora v roku 15 minut dobiti vsaj en top komad, ne. Govorimo o teh novih komadih, ne o starih. Ampak zdaj se itak vrti vse skupaj malo nazaj, nostalgija. Pustimo zdaj to jugo nostalgija, tudi generalno 80-ta, 90-ta so na udaru, ne. Ljudje se bolj najdejo v tistih nekih občutkih, ko v tej instantni ali pa bog ne daj zdaj umetna inteligenca glasbi, ne. Se to do tega bomo še prišli. Do tega še verjetno prideva, no, ampak to je to in potem se zgodi ta vzorc, ko pol rečejo tisti, ki dlje časa poslušajo radio, da se neka stvar skozi ponavlja, ne. Je pa res ožji nabor muzike, ker se targira samo na najboljše, ne. Stara šola je bila taka, se spomnim, so bili določeni, ki so se hvalili, jaz imam pa 100.000 pesmi v bazi, še več, ne. Vrti se jih pod 1000. Ne. So radijske postaje, ko vrtijo top 40, 250 pesmi, 300 v rotaciji. No. Mi smo tam okoli 1000. 1117 ali nekaj takega, sem jih nazadnje preštel. Sicer se te stvari menjajo, ne? Ampak vse 1000 pesmi je veliko, ne? Če gledaš, da dnevno se zavrti ene 350 pesmi, pa če gledaš ta dnevni parameter od 6 do 6, je tam ene 152 pesmi, tako da se to vse skupaj ponovi na en teden, pa na 10 dni, če tako gledaš. Top hiti se vrtijo pa skozi, ne? Ker se, ko sem rekel, morja, ne? Ko so bili prvič Nemci tu, to je zdaj že kar dolgo nazaj, tam 2009, 2008 ali 2010, tu nekje, no, 2009 rečemo. So razlagali, da so določeni top hiti, ki jih je, ne vem, rečemo 5 top hitov, ki jih poznamo, ne, ti se vrtijo po 12krat na dan. Kdo pa določa te top hite, pa na podlagi česa recimo pride en tak komad na, rečemo, top hit? Jaz mislim, da to je en tak svetovni trend. Mi, ko se ukvarjamo s tem, ker tudi jaz en del glasbenega urednika, spremljamo tuje lestvice, predvsem te nemške, evropske lestvice, pa vidiš, kaj začne delati, ne, potem pa previdno čez čas tudi ti začneš vrteti tisto pesem kot svežo, ne kot novo. Ne. Imajo radijske postaje tudi neko tako varovalko, govorimo o teh večjih, ko prav čakajo, da neka stvar se res prime, ne, potem jo predstavijo kot svežo, ne kot novo. Aha. Ker recimo mi je zanimivo, vsake toliko cajta dobim tudi jaz maila, ne, da se ocenjujejo določeni komadi, a ne. Kako pa recimo to ocenjevanje poteka, a ne? Recimo pol, ok, razumem, a ne, da pač malo testiraš, ne, da vidiš kak je feedback, ne, ampak kako pol pridejo ti komadi, rečemo, v playlisto? Ja, večkrat je težava recimo pri kakih, rečemo, slovenskih izvajalcih, ne, da imajo nek določen žanr muziko, pravi, zdaj imamo pa en ful dober komad. In vprašanje, če čist paše noter v nek radijski format, recimo mi smo pač zdaj imeli 80-90, ne, in je nek novejši tip pesmi, ne, je že težje, ne. Potem ga dam pa, vsaj jaz dam neko lokalno ali pa interno analizo narediti, da imam neko oceno nekih 20 ljudi različnih starostnih skupin in potem se že tukaj malo tudi kaže, koliko jim je všeč, koliko jim ni, ne. So pa generalna testiranja, to so pa call-outi, ko se kliče toliko in toliko ljudi, ne, pa se potem tudi starostno gleda mlajša populacija, srednja, starejša, ženske, moški, pa se pa po neki taki
res obsežni raziskavi oziroma tistih nekih parametrov naredi končni rezultat, a je zelena ali rdeča, ne? Kar pomeni, da gre v rotacijo čez dan ali pa sam zvečer. Kako je pa v bistvu vplival zakon, zdaj ko smo glih na slovenski glasbi, ne? Kako je pa v bistvu ta zakon vplival takrat, da se morajo vrteti slovenska glasba? Ne? Zdaj je spet. Kako je... Zdaj spet je zakon 20%. Ne? Aha, čakaj, nisem spremljal. Je že nekaj časa zdaj, ja. A so povečali kvoto? Ne, 20% imamo mi, nacionalka mislim, da ima 40 slovenske, ampak čez cel dan. Takrat, ko je prišel, je bilo največ težav, se spomnim, ko so vsi tarnali, da ok, vi kvoto dosežete, ampak po noč vrtite to slovensko muziko, ne. In se je res to delalo, no, da se je pač lovilo. Glavni očitek tega, se jih je bilo več, no, je bil pa tudi ta, da je treba delati dobro muziko, no. Se je bilo veliko bendov, ki delajo dobro muziko, veliko je bilo pa tudi take muzike, ki mogoče ni dosegala neke najboljše kvalitete, da bi jo potem lahko vrteli. Nič slabega, vsak se trudi po svoje, ampak imamo neke svoje parametre, ko ocenjujemo. In potem so zakon spremenili, pa so rekli od 6 do 6, od 6 do, oziroma od polnoči do 6, od 6 do 6, po 6 do polnoči, se pravi 3 deli, pa v teh 3 delih moraš imeti vedno 20%. Ne. Pa se je pol lovilo. Pa je prišlo pa do nekih težav, prepirov, dokazovanj, imeli smo neka usklajevanja tudi, pol je bilo pa malo stand-by pozicije, zdaj pa spet zakon 20%. Lahko gremo malo bolj podrobnosti, recimo tega, kaj je bilo v bistvu usklajevanje, mislim, kje je bila v bistvu pereča tema. Ne, pač ljudje so se, mislim, imeli smo radijske postaje srečanje z ministrstvom pa tako naprej, pa vem, da so se pol tam zbadali, pa pikala, je tišina, ko ima Siddharta 4 sekunde, slovenska kvota ali ni, ne. Pol so se sprašvali, je Plavi orkester, ko je Saša Slovenca, je to zdaj slovenska ali je to bošnjaška glasba, mislim, ja veš. Tako, pa vse so uskladili te zadeve, tako da zdaj je spet 20%, pa moram reči, da v zadnjih več letih, no, je slovenska muzika fejst napredvala, produkcijsko in nimam kaj reči, nimamo dobenih težav z vrtenjem. Včasih je pa bilo malo teže, no. Kaj pa se ti je zdelo v bistvu, da je bilo včasih drugače? Recimo, kakšna glasba je bila takrat slovenska, recimo, kakšna je danes, recimo, da si recimo opazil to razliko, ne? Po vsebini ali po kvaliteti ali... Bolj produkcijsko, no, se mi zdi. Aha. To je moj očitek bil, produkcijsko je bilo včasih pri določenih bendih bolj doma narejeno, pa ni bilo toliko kvalitetno. Zdaj pa imaš studije, mislim, sej tehnika omogoča zdaj vse, ne, da ti naredijo master, kako hočeš, tako da tu je šlo s tehniko naprej. Kar se kvalitete samih aranžmajev, besedil tiče, tu pa, mislim, ne morem soditi, no, pesmi so bile dobre, marsikatero sem pohvalil, pa mogoče stilsko, žanrsko, ali pa tudi, se pravim, to, ko smo orientirani 80-90, ni pasalo v program, pa mi je bilo žal, da ni šla, ali pa škoda. No. Tako da je pa napredek viden, no. Je bilo neko obdobje, ko so bile hrvaške pesmi ali pa hrvaška produkcija boljša, pa smo takrat več mogoče tudi dodajali tistih pesmi noter, ampak čez čas se je spremenilo, no. Tudi bendi so prišli mogoče malo do spoznanja, da delajo muziko za ljudi, no. Ker večkrat je bil očitek na kak bend, da so rekli, da mi delamo pa muziko za sebe. Tis pa ne smeš reči, no. Sej fajn, da si uživaš v svojem feelingu, ampak če hočeš prodreti na sceno, pač se moraš prilagajati. Vem, bom sam to povedal, ker je bilo leta, se ne vem, 84, daj, ko je bila ta plata Bruce Springsteen Born in the USA, ne. Oni so baje takrat delali neko totalno analizo, česa ljudje nimajo, pa si želijo, kar se glasbe tiče v Ameriki, ne. In na osnovi analize je šla ta plata, ne. In požela velik uspeh, pa še zdaj Bruce Springsteen, The Boss. Analiza je bila, recimo? Ja, kaj ljudje pogrešajo, kaj si želijo, ne. Kak stil muzike, ne. No. Tako da, dober. Ker recimo, ok, ne, sej, včasih se mi zdi, da je bilo dosti manj izbire, ne. Tudi to je res, ja. Se pravi, ti v bistvu pač tist, kar dejansko je prišel na trg, ne, si, mislim, sprejel z odprtim rokama, ne. Danes je pa poplava neke vsebine, ne. Ja, tudi poplava radio je, se sva rekla, ne. Ja. Včasih se spomnim, je bilo, koliko je bilo, 95 ali 96 radijskih postaj, vsaka vas je imela svoj radio, pa so pa ta veliki to pokupili, pa naredili mreže, ne. Ampak zdaj se pač ti rojevajo, ko sem omenil DAB radij, ampak vsi radiji postajajo zdaj fokusirani na nek svoj žanr, kar včasih ni bilo. Včasih smo vsi vrteli vse.
Imel si neko omejitev, si rekel pač narodno zabavne ne bomo vrteli, vse ostalo pa bomo. Pa misliš, da je to dobro? Ja, tujina tako funkcionira že od nekdaj, ne? Mi smo se pač učili pa rojevali v nekem svojem lastnem prepričanju, ne? Ampak oni so rekli, takrat se spomnim, strokovnjake smo vprašali, so rekli, mi bomo poštimali vašo glasbeno shemo, tole pa tole. No, so rekli, kaj če bi vi mal, dajmo se tako zmeniti, mal bomo vas upoštevali, mal bi pa mi po svoje, so rekli, ne, take it or leave it. A res je? Zakaj so pa recimo tako ostre pogoje postavljene? Mogoče se nam je zdelo, da so ostri, ker smo mi bili še pač v nekem svojem prepričanju, da je to prav, pa sploh ni prav. Ne. V svetu so radijske postaje vse rangirane ali pa ne bom žanrsko postavljene. Ne. Se spomnim 2009, ko so analizo delali in so prišli pa so rekli, ja, super, imate radijskih postaj, cel haufen, sam rock radija pa nimate. Tukaj je potencial še največji. In takrat je padla ideja, rock radio bomo naredili. Posta se pa dva rodila, ne. Eno je bil rock radio, en je bil pa radio rock. Aha, različna lastnika? Ali? Ja, eno je bil center, eno pa radio 1. Tam, ko reče radio, ne, rock radio, tisti je od centra, tam, ko pa reče samo rock Celje, rock Ljubljana, tisti je pa od radio 1. Aha. Zaradi imena pol. Ja. Pač oba dva sta v nekem trenutku zaznala, da to manjka, ne. Ja. Recimo, meni je tudi zanimiv fenomen v radijski sceni, da doskrat ljudje rajš poslušajo radijske postaje, kjer je samo glasba, pa noč vsebine. Kje je pa recimo bila ta, mislim, kako ti vidiš recimo to, ali pa ne vem, pač vi vidite recimo to, ta mehanizem mnenja, ne? Zakaj imajo ljudje po eni strani to boljš, po drugi strani pa v bistvu ljudje se tudi radi animirajo, ne? In je tudi ta spektr recimo zelo zanimiv, ne? Kje ste recimo to raziskavo ali pa recimo ta občutek dobili, da je prava mira vsega, ne? Se vprašanje, če je prava mira sploh kdaj, ne? Ker vedno se najdejo ljudje, ko bo energali, da je preveč reklam. Eni bo rekli, da se nekaj muska ponavlja, ne? Eni bo rekli, da preveč govorite, vedno je nekdo, ne? Ampak generalno se ve, kak odstotek ljudi je tistih, ki bojo mogoče dali neko kritiko in je pričakovan odstotek, ampak kar se tiče pa tega dogajanja, happeninga na radiju, je pa podobno kot včasih, ko so bile diskoteke, se spomnim, diskoteka, ko ni laufala, ni imela nekega programa, noben ni hotel tja iti, pa so glih tak vrteli musko, ta boljš musko, ne, vedno so silili tja, ko se je nekaj dogajali, pa smo se drenjali, pa en po drugmu, isto se mi zdi tu, ne, če je sam muska, čez čas postane dolg čas, ne, mora biti nekaj dogajanje, intervjuji, pogovori, smešnice, ne, tudi reklame na koncu koncev, če je kakšna dobra odbita reklama, režirka, ne, kar pogrešam v zadnjem času, ne. Ker vse na hiter narejeno oglašujemo, ampak režirke so bile pa včasih tudi pri nas je bilo njih par močnih. Smo sloveli potem, da smo imeli kar dobre, pa še vedno jih imamo, no, ampak pogrešam še kreativo, ne z naše strani, ampak naročnikove, ne. Tako da to, no, se more dogajati, če ne, dolg čas, čez čas. Se kje pa pisati tisti balans, recimo, ne, rečemo, da je radijske postaje, recimo pač vsebina, ne, zdaj recimo na radijski postaji, ne, je zmerom tak mal na hec, mal na tako, ne, recimo, kje je pa tisti balans, kdaj si mogoče preveč resen, kdaj si pa recimo, ali pa mogoče premal, ne, mogoče se preveč hecaš, ne. Mislim, ker tu mora biti nek balans obojnega, ne, da ne izpadeš in eno ali drugo, ne. Jaz mislim, da to je uredniška politika radija, ko se dogovorimo, kam bomo šli, že generalno rečemo, ne bomo se s politiko ukvarjali, ne. Bomo šli v bolj sveže, vedre, zabavne vsebine, ne pregloboke, ne. In potem je od vsakega voditelja tudi odvisen, do kam gre, ne. So nas učili, da je fajn, da greš na mejo, ampak zdrava meja je spet vprašanje, ki je, ne. Kje bi pa bila ta, rečemo po tvoje, glede na to, da si urednik, ne, kje bi bila zdrava meja, ne, do kam ite, ne, da ni preveč, ne. Jaz se pravim, no, odvisno od vsakega posameznika, ko vodi program, ne, če se bo lotil, vem, da to je zdaj že zelo dolgo nazaj, je bilo zelo enostavno reči, pošljite, takrat so bili SMS-i, še niso bili plačljivi. Mislim, so bili plačljivi, niso bili v kvotah noter, to je zelo dolgo nazaj. Pošljite SMS, kam menite, pa so bile neke bolj take žgečkljive vsebine, malo erotične, to je vedno vlekel, pa so pisali, to je bil včasih tak tabu, isto, ko se je pred mnogo leti prvič pojavil erotični sejem, v Celju smo tudi vsi, kaj je to, ne, pač zdaj del neke kulture. No, in takrat je bilo zelo enostavno delati te pogovore, dobil si vedno kontakt nazaj, feedback, moderator je prebiral to. Takrat se spomnim, sem večkrat opozarjal na to, dajte narediti iz navadnega krompirja neko zelo zanimivo stvar, da vas vidim, ne.
koliko si kreativen, pa do kam bo šel, kje ti bo ratal, ne. Tako da to je zdaj, se pravim, kreativnost vsakega posameznega voditelja, ne. Je res, da mora imeti tudi potem nek support, kar se tiče neke ekipe, ki mu pomaga ustvarjati program, ampak vse je na voditelju, ne. Voditelj je Bog, na nek način, ne. Če tako pogledaš. Ja, ker v bistvu moraš v bistvu biti kar open mind, ne? To pa, ja. Da dejansko To pa. smukaš med vsemi temi, ne? Ja, to moraš biti. To je način življenja, biti radijski voditelj, ne. Spremljati moraš vso dogajanje, pa tudi politično, čeprav se ga ne dotikaš. Tako da, če nisi tu razgledan, te hiter povozi drugi. Že sogovornik, če imaš nek dober intervju, ne bo dober, če boš površinsko vprašal, koliko album ste že vi zdaj izdali? Ja, mislim, je kar konc, ne. Tudi ni nekega spoštovanja strani sogovornika, no, in vedno se je dobro pripraviti, da veš čim več stvari o tem sogovorniku in potem tudi lažje steče, pa dober pogovor se naredi, ne. Tako da tudi imamo izkušnje, nešteto dobrih intervjujev smo naredili, tudi marsikdo nam je dal pohvalo na to temo, da so dobri intervjuji, no, ker se trudimo, da najdemo kakšne take človeške, nenavadne stvari, no. Ne neke tehnične, ampak take, ko so ljudem zanimive, ne. Zakaj pa recimo, ko si omenil, recimo, da se s politiko recimo ne greš recimo v to temo, ne? Kje se ti zdi v bistvu sporno, da zaideš recimo v to, ne? V to polje, ne? Ker je res, da v bistvu ima pač politika, gospodarstvo, vsak je v bistvu segment za sebe, ne? Ki dejansko deluje, ne? Ali je to preveč občutljiva tema za širšo publiko, ali ne vem, kaj imaš v misli? Ne, politika v osnovi že deli, ne. Naš namen ni, da delimo poslušalce, ne. Pa tega je vse, bom rekel, na vseh občilih dovolj, ne. Imaš dnevno informativne oddaje, na spletu imaš tega dovolj in vprašanje, koliko poslušalce zanima, da se mi zdaj ukvarjamo z levimi ali z desnimi ali z tujo politiko. Itak imamo novice vsako uro, ko povzamejo trenutno dogajanje, kar se tiče ali politike ali dogajanja v svetu, tako da to se mi zdi dovolj, potem pa zabavna vsebina, saj mi zabavamo na nek način poslušalce, ne. Od jutra do večera. Tako da to je edino, zakaj se izogibamo politiki, ne. Ja, ne, se kar v bistvu po eni strani, ne, fajn je, da je v bistvu neko kritično mišljenje, ne, po eni strani, ne, po drugi strani je pa res, ne, če se odločiš za neko smer, ne, je bolj smiselno, da se mogoče res bolj izogibaš, ne, določenih tem, ko v bistvu ne moreš zmagati na določenih poljih, ne. Tudi to je res, ja. Domače povedano. Se čisto strinjam. Ja, se ker recimo za tole platformo smo tudi rekli, da se ne bomo v te teme spuščali, ker je ne moreš, ne, mislim, pač niti ni cilj, niti ni želja, je v bistvu bolj cilj nek entuziazem dobiti ven iz posameznih tem, posameznikov in tako naprej, kako so recimo prišli do neke poti, pa... Ja, vse te zgodbe so zelo zanimive, pri vsakem posamezniku, no. In to je tudi del intervjuja, ko jih imamo mi na radiju, no. Vedno iščemo take zgodbe, koliko ti je neki ratal. Vse, ker dejansko glih tu je ta čar, ne. Zdaj pa, kako se ti pa zdi, da recimo mlajša generacija danes gleda na radijsko sceno, ne, ker recimo radijska scena se je najprej dogajala samo skozi zvoka, ne. Danes je pa recimo ta vizualni del, ne, fejst prevladal, ne. Kje vidiš tu zdaj recimo, ali je to zdaj zaradi mlajše generacije to postalo bolj popularno, ali je, dokaj tehnologija tako, ne, ampak kako pa mladi danes posegajo po radijskih shemah, pa tako naprej, v bistvu... Ti lahko na kratko odgovorim, ne posegajo. Ne posegajo. Mlajša generacija je, naj se ne sliši grobo ali pa grdo, ampak je zgubljena generacija radijsko gledano, ne. Oni imajo svoje vire, ne. Imajo pač ta omrežja, imajo tudi razne te platforme, ki ponujajo glasbeno vsebino, si delajo svoje playliste, ne. Tako da iščejo trende, sledijo. Želimo si jih, ne, jih nagovarjamo, ampak bolj kot ne, vsaj če gledam spet z našega zornega kota, če pokrivamo mi 80, 90, ne, bolj pestujemo trenutno našo generacijo, ki je rasla in odraščala z nami, ne, mi smo to začeli pred 20 plus, zdaj smo pa že za penzijo počasi, ne, so tudi naši poslušalci rastejo, mlajših pa ni toliko veliko zadaj, ne, prihajajo novi trendi,
Kar pa ne pomeni zdaj, da bo radio na nek način, kot so nekdaj govorili, da bo pa to zdaj konc, pa da bo. Še vedno velja od nekdaj, da je radio najbolj intimen medij, ker ga vsak posluša sam s sabo. Ne? Ampak je pa veliko drugih možnosti, ne, kje se da slišati neko glasbo, no, in mlajši ravno tukaj si delajo svoje playliste. Se na kak način v bistvu poloni posegajo, ne? Pa kako bi recimo lahko radio posegel recimo z posameznikom, ne? Včasih so bile te glasbene želje recimo, ne? Ne? Ja. Ne? A je možno kak približek narediti, da, ne vem, ste že kaj razmišljali o tej smeri ali kaj karkoli? So že kaki trendi? Se razmišlja, ampak po drugi strani se pa tudi določeni odločajo, da naredijo radio za mlajše, ne. Zdaj, če gledava, rodil se je radio Best FM, ne. Aha. To mlajša generacija zelo posluša, ker je zadnjih nekaj let pri nas zelo popularen pač ta Balkan vibe, ne. Pa ne govorimo to o nostalgiji, ampak ta novejša oblika. In evo, so naredili nek radio za njih, ki tudi dela dobro, ne. Tako da, to je pa zdaj to strukturiranje. Imamo za mlade, imamo za rockerje, imamo za starejše. Tako da nekaj se dela v tej smeri za njih, ne pa vsi, ne. Ampak je v bistvu tudi dost, zanimivo mi je bilo, da na vašem radiju je prišel v bistvu nek influencer, ko je delal neko animacijo, nisem sicer, ne znam točno zdaj opisati, kaj se nekaj sprašuje v glavnem. Ja. In mi je v bistvu zanimivo, a misliš, da je to lahko pristop, ki pritegne mlajše, ne? Ker on je, rečemo, da je mlajša generacija. Poznam tisto zgodbo, ja. To je bil pač en naš poskus, da obudimo rubriko, ki je bila nekdaj zelo aktualna, Neumni spraševalec, ne, na nek mal drugačen način, in mislim, da tega fanta omenjaš. On je poskušal pol prek teh povezav, prek teh chatov dobiti odgovore in jih, vse smo imeli nekaj časa to oddajo noter, ampak bila je kot je bila, no, ni pa presegla prvega spraševalca, ker imajo vedno ljudje spomin za nazaj. Ti se je delal pa mečken drugače, ti se je hodil po mestu, pa se je snemalo ljudi, ne. In mogoče pol dobiš feedback nazaj, ker nekako se ljudje pol, se hoče poslišati, jaz sem bil, me spraševal, ne vem. To so pa, ali pa je bilo neko drugo obdobje, ko je ta stvar dosti bolj šlaufala, ne. Spraševalca mislim, da smo delali 7 let. Nekaj smo v zadnjem letu ponavljali, ampak je bilo zelo veliko teh narejenih, ne. Je bilo pa zanimivo, ne, ker so ljudje sprašvali, se vi norca delate, to vi fejkate, to ne more biti res, ne. Ja, pa nismo. Marsikaj odgovori, ne. Ne, pa nismo fejkali. Je pa zelo zanimivo, ne, da so bili odgovori hitro posneti, ne. Hitro si dobil take odgovore, ki smo jih želeli, ne. Ja. Želeli smo pač nenavadne odgovore, pa napačne odgovore. Ne daš pravilnega odgovora, ne daš Tako je. motor-veter, ne daš tiskaj. In je šel kar hitro, pa znal je, veš, znal jih je obrnati, te svoje sogovornike, ne, najhujši, se sem rekel, najhuje je bilo tistim, ki so mečken vedeli odgovor. Niso bili prepričani, ne, ker če si rekel, vem, ok, ne, kaj sem okolnica, vem šajtrega, ne, ali pa obratno. Tisko ni vedel. Tisko je pa malo vedel, ponovati je on zavozil, ker te je hitro on obrnil. Čak, pa koliko si pa vi to predstavljate? Koliko vi to mislite? Tam so se pol rojevali ti odgovori. Ja, kako v bistvu ti, pa misliš, da bi ti influencerji, recimo, ko so tako, recimo zdaj se veliko takih nekih posameznikov pojavlja na spletu, ne, pač v teh svojih platformah, ne, ki imajo neko svojo vsebino, ne. A misliš, da je lahko možna povezava med temi influencerji, da dejansko dobivajo še prostor na radijskih postajah, recimo, ne, pa potem v bistvu se te dve sprege začnejo povezovati, pa na tak način pritegnati mlade, da jih še dobiš to publiko zraven. Zagotovo, ja. Zdaj se pravi, govorimo o našem konkretnem primeru, mi pokrivamo neko starostno obdobje, ker moramo potem temu primerno tudi glasbo, ne, regulirati, če bi šli v neko sprego teh obeh, kot praviš, ne, tudi starostnih ali pa nekih žanrskih stvari. Tako da pol moraš cel format s temu prilagoditi, ne. Aha, to je to v bistvu pol. Vse gre skupaj, no. Potem moraš tudi za mlajšo populacijo glasbo iskati. Sej, moram pa reči, da sem večkrat presenečen, mlajša generacija posluša staro glasbo. Tudi pri jugo roku se to pozna, no. Jaz tudi v bistvu to opažam, no, da je dost tega, no, da mlajša generacija posluša kar dost tudi starejšo glasbo, ne. Predvsem tudi hrvaško pa te, ne. Tudi to sceno, ne. Tako. Ja, ni to zdaj
čisto slučajno. Mogoče zaradi svojih staršev ali pa kakorkoli. Ja, sem imel primere, ko sem tudi potem sam malo preverjal, ne, in točno to, starši so poslušali rock, ne, in pa ne govorim samo o jugo roku, ne, govorim rock, ne, vse AC/DC so tudi od nekdaj. Tudi Gansi so se 87 rodili, ali kdaj ne. In ti otroci poslušajo tisto muziko, ne. Mi smo recimo vsako nedeljo poslušali domačo glasbo, ne, harmoniko, ne. To zdaj se preneslo, harmonika najbolj popularna. Ja, to pa je tudi davčne. Lepo se je obrnilo, no. Ja. Ko neka protiotež neki glasbi, ki nas je iz juga udarjala. No. Všeč mi je, no, da se je to zgodilo, to s harmoniko. Sem glih zadnji, mislim, da včeraj ali predvčerajšnjim sem informacijo dobil, da se Modrijani so v 5 minutah razprodali Stožice, nekaj tasga. Ali je bilo to, mislim, da je to bilo 10 minut, pol ure. 8 minut ali nekaj takega, ja, je bilo, da so, ja, mislim, večji del prvega večera, pa pol nekih 63, nekaj odstotkov drugega večera, tako da, ja, the best. Stožice so velike. Ja. 12 ur, ne. Ja, mislim, to je wow. V bistvu domača glasba ima hud doseg. Meni je vrhunsko to, res. Ne vrtimo te glasbe, ampak meni je vrhunsko. In glasba mi je dobra in da se je tak trend ustvaril. Je res, da to že od nekdaj velja, da v vsaki glasbi je nekaj dobrega, nekaj pa ne najboljšega, ne. Tako da ne smejo iskati bližnjice z nekimi včasih malo enostavnimi besedili, no, s čisto kratkimi povezavami, ki se navezuje na ono ali pa tretje, samo da se rima. Sem videl razne kombajne, pa ne vem kaj vse še, ne, pa traktorje. No. Ja, v bistvu včasih kar malo zastrižen z ušesi, ne, ko je kako lirik, ko res ne paše, ne, skupno. Tako da se vidi, da je mogoče. Včasih pa presenetijo s kako vodo. Ja. Bom jaz malo vode spil. Kdo ne more vode piti? Ja, recimo, ne. Ta je v bistvu prišel, tako imate sicer prišel iz Heca. Ja, to so take, ja, iz Heca. Ko pride, včasih se rodi zelo dobra, zanimiva stvar in evo. Ampak zanimivo je, da dansko je trajalo, mislim, da 15 let, da je dansko se ta komad potem skomercializiral do te mere, da je pa zdaj hitne. Ja, tak ne, domač hitne. Je zanimivo, da mlajše generacije zdaj, ne, prav gledam starše, ko pravijo, ja, zdaj moram pa ta mala dva pelat, ne, igrajo polkaholiki, ne. To grejo in grejo mlajše generacije, ne. Na veselice včasih se je hodili čist drugače, ne. Ja. Zdaj pa te mlajše generacije in Pa misliš, da je to v bistvu bil vpliv gasilskih veselic, pa gasilskih zabav, pa tega, ker tam je bilo tega največ, ne. Pa bile so zastonj, ne, pa prišel si tja, si nekaj spil, nekaj pojedo, z relativno pa tudi pač lokalnemu okolju, pa gasilcem pomagal s tem, ne. Misliš, da je zaradi tega to bilo sprega vsega eno z drugim? Mogoče eno z drugim, ampak obratno, niso bile veselice tiste, ki bi pritegnile, da se začne delati boljša narodno zabavna muzika, ali pa ne boljša, v smislu tega, da bi mlajše generacije začele slediti tej glasbi. Po mojem ne, no, obratno se je naredilo, da ko se je to začelo masovno delati, so tudi veselice dobile možnost drugih bendov, pa velik bendov. V Ljubljani poznamo lokal Franci na Belanci, je bil nekdaj zelo daleč nazaj, 6 časov, te Atomic Harmonic je bil zanimiv, potem pa ni bilo, no, koliko sem slišal, več toliko zainteresiranosti, ampak zdaj, ne, ko se je v zadnjih letih ta trend narodno-zabavne glasbe toliko dvignil, pa polno. En po drugem, tako da edini avtohtoni lokal v Ljubljani spet na polno. Fajn, ne. A v bistvu Franci na Belanci? Franci na Belanci. Še živite? Ja, mislim, se pravi, se je zgodil tisti začetni vzpon, pol je bilo malo stagniranja, vse posod tako, ne, zdaj pa rapidno navzgor, ne. In ravno zadnjič so imeli koncert tam v Modrijani, se še gledal, so pod streho gor na galeriji špila, tam pa od spodaj full folka, ne. Vrhunsko. Ja, mislim, sej glasba je nima omejitev, ne. Kako pa recimo gledaš na glasbo, v bistvu te od samega začetka glasba zanimala, ne? Kako si pa recimo začel kot DJ? Ne? Ja, najprej sem začel kot bobnar, ker sem hodil v glasbeno šolo, ne. Ja, tako da ritem je bil skozi zraven, ne. Ja, tam se je začel, potem sem začel igrati itak,
pihalnem orkestru sem še igral zraven. Ne. Vmes pa tudi muzika. Ne. In ravno tam je bilo, čakaj, to je bilo leta 86, je bilo v 87. leto je bilo govora o tem, da se gre na svetovno prvenstvo igrati. Jaz sem igral pri Velenjski godbi na pihala, ne, po domač pleh muziki, ne. In to je bil mal večji projekt in se je šlo na svetovno prvenstvo. In vem, da je bilo takrat rečeno, kdor ne bo hodil na vaje, ne bo šel zraven. Ne. Takrat sem jaz roko dvignil, sem rekel, jaz ne bom šel zraven, ne, ker gre muziko vrteti. Pa so rekli, ne, rabimo šlagverk sekcija, se je reklo bobnarski, ne, tej sekciji, da teh je vedno premalo trobentačev, klarinetistov je bilo več, ne, da to je bolj veljalo za tiste skupine, ko jih je več, ne, da se bo neka naravna selekcija naredila. Ampak takrat sem se pol odločil, sem rekel, ne, no. Bom je šel v to pot, kjer sem še danes. Koliko si bil star takrat? Kako je bilo to? Ne, 24 nekaj tasga. Kako se te pa v bistvu, mislim, si na kasete začel? Ja. Na plate? Na plate in kasete. Res je. To je ena taka luštna zgodba. V Žalcu smo bili ravno z pihalno godbo, ampak ne takrat z Velenjsko, ampak slovenska mladinska. Tam sem bil tudi zraven. So pobrali ta boljše iz cele Slovenije in smo bili v Žalcu v hotelu, od spodaj je bil pa diskač. Tam, ko je zdaj marsikaj druga bilo. No, bil je Rubin in mi smo pač mulčki šli takrat dol in se spomnim, sem šel reči, jaz pa znam muziko vrteti, ne. Doma sem na kasetofon vrtel, na večevalcu sem imel tiste tipke, ko imaš CD, ko imaš gramofon pa AUX, ne, in sem tako preklapljal, da je bil nekje enkrat stik vmes, da je oba preklopil pa pol preskočil. Pa si to sam poštudiral? Sam sem se trudil kaseto vrteti, pa gramofon vrteti, ko sta se ujela ritma, ne, ker ni bilo nič, je bil direct driver, je bil, oziroma Jermener je bil gramofon, ni bilo možno spreminjati hitrosti, ampak ko sta bita prihajala skupaj, ne, takrat klenk. Bravo. No in takrat sem šel dole, reč, jaz pa znam, no, dol so imeli pa 12 desetke. Ja. Ukaš. In? Roke se mi je tresla, da ni šlo. Ja, za plate se ti ne sme, ne? Za plate se ti ne sme tresla. Ja, še to nisem takrat, te gramofone sem sam na sliki videl, ne. Kdo pa je bil tisto, kot je rekel? Roman Jurički je imel takrat diskoteko. On je rekel, 5. In sem šel, se spomnim takrat, da sem dal gramofonsko iglo na ploščo gor, ni mi ratal, da bi tako jo gor postavil, ne, sem jo kar spustil, potem sem pa plato tako dolgo nazaj vrtel, da je prišla na začetek, ne, in sem potem, ritm ni bil doben problem, sem zmiksal, cak, miks, in je Roman rekel, drug teden delaš. Bravo. Tako se je začelo, ampak je rekel, ne boš delal tukaj, delal boš v Alibabi v Preboldu. Aha. Ne, in Roman je bil zelo visok človek, tudi govorim o teh proporcijah njegovih. Tudi drugače je bil, on je bil prvi, ki mi je pač to dal možnost rolanja muzike in je bil visok in po njegovih merah je bil narejen DJ pult tam v Preboldu. DJ pult, tam je neko okno si odprl, pa si videl plesišče, zraven je bila pa ena taka lesena omarca in gor čist na vrhu, v višini Romanovih rok, ne, sta bila dva Tejakova kasetofona. Tako sem vrtel muziko. Previjo. Tako se je začel, ne. Na kasete. In šele čez čas so pol prišli gramofoni tudi sem, ne. In potem smo šli, pol sem šel jaz v vojsko in ko sem prišel iz vojske, en teden potem, ko sem bil doma, sem šel na tekmovanje DJ-jev, ne. Kako je to izgleda? Smešno. To je tisti DMC varianta? Ne, DMC je bil 91. Aha. Leta 89 je delal pa Samo Sattler, ne. Samo Sattler je delal v sklopu, mislim, da lestvice slovenskih diskotek, je bilo takrat DJ šef. In so imeli področna izločitvena, mislim, so imeli te boje po lokalnih nekih diskotekah, potem pa polfinale, pa velik finale, ne. Jaz sem z vojske prišel, 1 leto sem bil odsoten. Prijem iz vojske in sem šel v Maribor v diskoteko Fram, ki je bila v enem gasilskem domu. Tam je bilo eno izmed teh regijskih tekmovanj. Sem prinesel plate. Bil sem menda prvi, ko sem vzel mikrofon, pa sem odrepal Giovanotti v rap. Giovanotti The Mix plata. Sem odrepal, poskrečal. Majico sem tudi imel od Giovanottija, ko sem slučajno dobil od kolega. In to je to, zmago, gremo. In polfinale je bilo pa v Casablanki v Celju. Tam sem še eno plesalko dal zraven.
In tudi tam sem bil pol zelo dober. Finale je bilo pa, zdaj mislim, da ne obstaja več. Blackjack, Črnuče. Črnuče, tam je bilo pa malo bolj. Je prišel še pa Fabio z one trgovine Music Shop iz Trsta kot komisija in jaz sem bil tudi takrat v Italiji. Sem še eno foro videl dol in sem si kupil piščalko sodniško pa repersko kapo nazaj. In to Pa to si v bistvu istočasno že na radio tu delal? Ne še. Ne še. Takrat, če smo delali na Radio Velenje tisto diskotечно oddajo, ki je bila samo polurna, ampak ni še bilo, to je bilo 89. leta. In takrat se spomnim, da mi je manjkala ena plata, program sem si jaz to kar zelo hitro smislil. Ne? In mi je ena plata zmanjkala in še zdaj ne vem, kjer DJ mi je posodil, ko sem rekel, dej stari, posod mi tole plato. Njenih Sherry Buffalo Soldier je bila. Še zdaj imam doma, ne vem, kdo mi je posodil, to se zmiksal na koncu noter. Pa je bilo vse, drugi sem bil takrat. No. Prav. To je za celo Slovenijo bilo, ne? To je bilo za celo Slovenijo. Leta 91 so pa v sklopu DMC-ja delali tudi slovensko. Ne? Tisto je bilo pa kar v 2 dneh. Ne, za celo Jugoslavijo je bilo, pardon. Petek je bilo polfinale, v soboto pa že velik finale. Ne? In takrat se ne vem, mislim, da sem bil 3. Takrat je zmagal pa ta, ko je že bil, čaki Master J ni bil, ta DJ od skupine E.T., Electro Team, pa je šel pol na svetovno prvenstvo. Dobro, on je bil res natreniran, on je to mende par mesecev treniral, jaz pa spet. Mi smo tako imeli, koliko je časa? 4 minute, ne? Pa smo trenirali in se nam je 2 dni pred finalom, ker sem delal z nogo, ne? Sem crossfader zlomil. Z nogo. Tako sem miksal, da sem imel 2 gramofona, crossfader, in jaz sem šel pol na mizo gor stat, pa sem dejansko z eno roko v zrak imel, z eno roko sem vrtel CNC Music Factory, ne? Gonna make you sweat to your blade. Sem vrtel nazaj, everybody dance now, everybody dance, eno roko gor z nogo sem delal po crossfader, ne? In se nam je zlomil. In smo se mi potem pelali v München po nov mikser, da smo naslednji dan imeli spet trening, da smo tiste 4 minutke naštudirali in smo šli pol na finale, ne? In to je bila v bistvu točka. To je bilo to. Še obstaja kak posnetek? Imam sam fotografije, ker posnetek, ko sem ga dobil, tisto, ko je snemal, to je še bil VHS, takrat je neka muzika igrala. Ne vem, nekaj je pomešal. Slika je bila, muzika je bila pa neka čist od nedeljskega popoldneva, tako da slike pa imam, ne. Bravo. To je v bistvu zelo dober Jih imam doma za posebne gosti, ko to pridejo pogledati, ali pa kar zase, ne. Je bilo pa fajn, takrat smo bili dovolj nori, ne. Si v bistvu veliko energije vložil to, ne? Ja, to zelo veliko. To, kar se tiče gramofonov, tako da vem, da marsikdo mi je pol govoril, ja, sej boš videl, se te bo prijel, še danes me ni prijel, no. Ko pridem nekam, ko so gramofoni, jaz vedno miksam brez slušalk, no. Ker bit ujet je easy peasy, no. Tako, ampak generalno pa, da bi imel neki izziv še, ne, ker takrat sem poskušal, zdaj, ko sem še delal dol v džungli, takrat se spomnim, sem se šefom, sem se pogovarjal, sem rekel, gremo si staviti, da se jaz upam zavrteti gor in sem vem, da se stopil na tist tehnik, malo bolj težko se je vrtelo, ampak se je vrtelo, ne. Zato, ker 91. leta je David Fescher zmagal v Nemčiji, ki se je tudi po breakdancersko zavrtel gor in se je to moram sprobati. Tako da vse stvari sem dejansko probal, ali pa večino le teh, ne, ker pravi, se ta digitalna tehnika, to je brez veze, ni, ne, so drugi izzivi, druge možnosti, ne. Lahko delaš marsikaj. Je pa bolj enostavno, no. To je zdaj to področje, ko ni radijsko, ne, bolj DJ-sko. Ja, mislim, gre z roko v roki. Je pa povezano. Ja, ne. Je z roko v roki, ne, in sploh, če ti je všeč ena smer, je v bistvu ti lahko tudi druga, ne. Dobre, res je, da na radiju ne zbiraš glasbe, ne, zdaj v tem primeru, ne. Načeloma jo, no, ampak sestavljam jo, ne, playliste. Ja. Playliste sestavlja pač program. V smislu tega, ker zdaj veš, včasih se je na kakšnih, tudi na nacionalnem radiju znajo reči glasbeni urednik je pa ta, ne. Hiter se ugotovi, kakšna muzika je tistemu glasbenemu uredniku všeč, kjero preferira, kjero ne. Računalnik pa nima tega, on ima samo parametre, ne, hitra, počasna, moški, ženske, ne vem, zvrst glasbe, rock, pop, ne. In on to zloži po najboljših možnih izračunih. Ampak lahko recimo danes nekdo naredi komad, pošle na radio, pa proba priti noter v playlisto. Mislim, kak je recimo tu postopek za to, ne? V grobem je postopek tak, da ti moraš vedno iti na ocenjevanje
da dajo to na testiranje poslušalcem, pa gre noter. To je v bistvu tudi ena taka varovalka v smislu tega, da ne sfalimo kaj, ne? Ker na koncu je pa teh komadov, ki jih pošiljajo razni glasbeniki ali solo ali skupine, veliko, ne. In da ne bi se delala komu krivica, je najboljše to potestirati, ne. Testiranje pa niso poceni, ne. To, da včasih določeni ta veliki, vem, da so rekli, sami si dajte na testiranje, pa če bo, če ne, ali pa drugače rečeno, plačite si testiranje sami, ne. Koliko pa pride recimo na tako testiranje? Odvisno, težko rečem, no. Mislim, kako pa poteka, v bistvu tako prek mailov? Ne, zdaj radijska testiranja so še vedno taka kot nekdaj, klic, dober dan. Aha, koliko anketa za Koliko vam je volitve? to všeč, kjero radijsko postajo ste poslušali zadnjih 15 minut, bla, bla, bla. Ja, to ni poceni, ne. Ni to tako kot pri televizorjih, ko imaš priključke, pa se točno ve, koliko je aktivnih priključkov, ne. Tako da to so pol call centri, ko kličejo, pa imajo nešteto vprašanj, pa se pol naredi neka analiza, ne, tako da verjetno tudi poceni, no. Mi tega ne delamo, delajo drugi za nas, no. Ampak ja, treba je oceniti, no. Je pa seveda, mi smo lokalna radijska postaja, skrbimo za to, da tudi podpiramo domače glasbenike, lokalno okolje, vedno naredimo, če drugega ne, saj intervju, ne. Predstavimo vedno na spletni strani, tudi predstavimo pesem, to je zagotovo objava na spletni strani. Pa odvisno, v katero smer se razvije, ne. Pravi, v bistvu je najceneje, da glasbena skupina naredi svoj brand, pa ga tako dolče razvije, da je popularen, pa je pol večja verjetnost, da se bo zgodilo to. Ali... Ni nekega pravega recepta, ne. Zdaj odvisno je, koliko, jaz mislim, da predvsem pri vsaki skupini pa izvajalcev je važno, koliko oni dihajo, koliko je nastal komad, ali to nekje od enega kupljeno, pa smo imeli sam posneli v studio za čim nek majhen denar, pa ali je to, da oni živijo s tem, pa to delajo, pa so naredili en komad, pa ni šlo, pa so druga probali, ne, pa da vidiš tisti nek passion, no, če se lahko tako izrazim. Na naši strani pa je tudi, da najdemo te dobre komade, to dobro produkcijo, no, saj ne more vsak zbirati muske, pa ne, da smo mi neki strokovnjaki, samo imaš neko kilometrino na tem področju, da približno veš, kaj bo poslušalcu šlo skozi, kaj ne. Pa nas je urbana glasba, ne, to je tretiran funk, rap, hip-hop, ne gre skozi. Pa mi je lahko 100krat 50 Cent všeč, pa ne bo šlo skozi. Gre do neke mere, ampak ne, sploh, sem pa zadnjič enkrat nekje prebiral, da ne vem, po kolikih desetletjih se je prvič zgodilo, da med prvih 30 ni dobenega hip-hop komada na Billboardovi Hot 100 lestvici, kar je unikum. Tam so vedno prednjačili vsi, predvsem ali hip-hoperi, R&B in ti glasbeniki, ne. Kaj pa je zdaj prisotno? Bolj ta pop, Taylor Swift, ko ne veš, ne, zakaj je temu tako, pa je. Vidiš, mlajši. Recimo, dostikrat je tudi lahka polemika ali pa rečemo opaska, ne, da založbe imajo itak interes, ne, da se predvaja določena glasba zaradi tega, ker pač tudi pravice potem prihajajo iz tega naslova, a ne. Misliš, da je to tudi dostikrat ne bom rekel prirejeno ali pa pospešeno v to smer, da se to dogaja, ali so trendi tak narejeni, ali mislim, ste se mogoče pogovarjali o tej smeri kdaj ali pa raziskovali to področje? Zdaj, če se vprašamo, no, ali pa če druge vprašam, jaz svoje mnenje, tako imam Taylor Swift, zakaj je ona tako popularna, ker dela ne tako glasbo takih presežkov, da bi rekli, zdaj pa to dobeden ne zna narediti, dobeden ne more, ne. Pa je taka velika stopnica odstopanja, ne. To je to, kar si rekel, ne. Trend, potem pa nek zelo dober merch, ne, da potem se to naredi, to kolesje, da se požene, sej teh ljubiteljev tovrstne glasbe, pa veliko se vidi, kaj dela K-pop, ne. Južna Koreja, to je vse na glavo, ne. Se spomnim zdaj, ko sem ravno ta K-pop omenil, ko sem prvič slišal za Gangnam Style, ne. To je bil prvi komad, ki je šel prek milijarde, ne, na YouTubeu. Zakaj je tako? To je to kolesje, ki se je pognalo, ne, ker to so milijoni mladine, ki je to dobila kot neko nenavadno zgodbo in ta ljudje, ki skrbijo za promocijo, so dobro to delo opravljali. Takrat ravno ta Gangnam Style, mislim, da je imel 65 milijonov, ko sem prvič videl to. Smo se pogovarjali ravno s temi Nemci, ko so prišli dol nekaj nam pač povedati in smo debatirali in so nam ga oni pokazali, glejte, tole bo pa delalo, ne. Pa mi gledamo,
produkcija vrhunska, bolano, ne. Produkcijsko gledano vrhunsko. V tej smeri tega popa, ne, ali pa dansa, kakorkoli gledaš, ne. Potem pa zgodba, ki se je pelala, ne. Od tega nenavadnega plesa, ne, tega faflanja, do cele zgodbe in potem je ta muzika šla v Ameriko. No, ko je Amerika to kupila, se je potem tako razletelo po celem svetu. To se pa delajo milijoni pa milijarda, ne. Pa nikoli Gangnam Style ni pa nas kaj dosti delal. Ne govorim, da ne bi delal, je delal, bil je zanimiv, bil je popularen, še zdaj ga otroci radi poslušajo. Včasih je bil v bistvu bolj kot joke, ne. Tako, vedno, zdaj ga imajo otroci ful radi Gangnam Style, ful fajn je, ne, vsi mi ga zraven Gangnam Style, ampak da bi pa zdaj v nezavest padel, ko slišiš tako mat, ne, ampak ga pa vsi poznamo, ne. Vsi smo kliknili, To je pa ga tako pogledali. starejša generacija, pa Makareno pozna, ne. Pa isto. Tako, ravno sem zadnjič gledal, ne. Koliko je bila Makarena najprej narejena, 93. leta, to je Makarena je hčera od enega od teh dveh gospodov, ko sta zdaj tam 87. In najprej ni šlo skozi, pa so pa ta remix naredili, ko ga mi poznamo. 2 leti kasneje, 95 ga je pa potem prebila ta nek let, ne, popularne latino glasbe, ki je osvojila svet. Zanimivo, v drugem poskusu, ne. Je v bistvu mene ful fascinantno, ko recimo včasih rabi en komad, ne, 5-10 let, Ja, ne, da, ne vem, recimo ta od Piknik od Siddharte, ne, je v bistvu tudi en tak fenomen, ne, ko ni bil niti skomercializirano postavljen v prvo, rečemo na prvo mesto, ne, potem se je pa kar sam od sebe zgodil, ne. Ja, tudi. Pa je veliko takih komadov, recimo, tak. Jih je nekaj, no, ko pridejo. Ampak kaj naredi tak? Zakaj ga recimo ljudje vzame? Ne? Ker tudi recimo DJ, ko na koncu zbira določene komade, ne? Ok, včasih recimo so DJ zbirali hite, pa so ustvarjali to neko radijsko sceno, ne? Danes je v bistvu bolj radijska scena forsira, kaj bi naj bil hit, ne? Tako, ja. Recimo, če tako pogledamo, ampak če ga po eni strani radio, rečemo, ustvarja neko glasbeno, recimo Taylor Swift, pa tako naprej, ne? Pa ljudje potem, kje je tista formula, da rečemo, da je pa ta komad pa toliko drugačen, pa so ga ljudje sami od sebe vzeli, ne? Pa ga potem tudi urednik, recimo, ali pa DJ, ali pa sam po sebi, ne? Nekako bolj začneš preferirati, ne? Pa, ne vem, to se kar zgodi, to je ta nek, veš, ta množično ocenjevanje ali pa nek like množičen, rečemo ta glasbeni stampedo. Primer je ta APT, ne? Še ena izmed APT pesem, ko je Bruno Mars zraven, ne, in je postala čez noč hit, ne. Taka čist popi pesem, v bistvu je pa nastala, ko so v studiu sedeli, pa niso imeli kaj delati, pa so čakali, in v bistvu APT pomeni apartment, ne, je pa to fora v Južni Koreji, da je to, ko imajo doma žurko, gre tako APT pa roke dajo gor vsi družba, tis, ko je ta zadnji, tis pije, ne, pa spet APT, tis, ko pride, pijejo, ne. In so se zabavali v studiu in je nastala ta pesem in je postala v trenutku hit. Pa ni zdaj dobenega recepta ali pa šablone, zakaj so jo vsi takoj vzeli. To je tako 6-7. Podobno, ja. Neka, ne bom rekel traparija, ampak neka nenavadna situacija, prenešena na nek zabav način. Evo, pa smo jo vsi vzeli, pa doben ni vedel, pa nas kaj pomeni APT. Sam govorili smo pa pelni in zanimiv komad. Še zdaj, če ga zavrtiš. Nisem vedel, ne. No, to so take neke pesmi, ki pridejo, kar preletijo z neba in postanejo hit, ne? Velikih pa pol, tako kot smo prej v Siddharto omenjala, mogoče niso preporinili naprej, pa se same rodijo. Čeprav zdaj v tej globalni, v tej glasbeni industriji težko, da neka stvar dolgo čaka, da bo prišla ven, razen če se čez čas odločijo, zdaj pa ven potegnemo, pa naredimo, ne. Ker zdaj to leti, ne, se pesmi ustvarjajo. Zdaj se pesmi ustvarjajo za umetno inteligenco, pritisneš. Dlje časa pišeš, kaj bi rad imel, ko pa ti on naredi 2-3 verzije. Ti napišeš, jaz bi rad imel pesem. Mi smo naredili božično pesem. V slovenščini sicer ni še v redu, ne, ampak v angleščini pa brez problema. Pa naše ime je tako lušno angleško Radio Fantasy, ne. Christmas song, pa so naredili. Mi da je to, da je ono noter, da je to snežinke, to cap, ne. Verzija A, verzija B, verzija C, kjera ti je bolj všeč. Poprokerska tale vmesna, pa smo rekli tale na mene, dajmo jo vrteti. Tako, ko zdaj tudi laufa vse skupaj, kar je zelo slabo za glasbenike, ki pravijo, da se bojo upirali, kolikor se da, hvala Bogu, ne. Ampak ta tehnika je vrag, ne. Se kako misliš, ok, če smo prišli do točke, da recimo
APT, ne, pa da so recimo te neke splošne družbene fraze, ki se recimo zgodijo, pa ko jih recimo ljudje uporabljamo, ne, postanejo nek trend prenešen v glasbo, ne. Kako pa misliš, da bo umetna inteligenca spremenila to glasbeno sceno, glede na to, da umetna inteligenca pa nima te neke zavesti, ne? Tudi vprašanje, če jo bo res kdaj imela, a ne. Ja. Človek je sam po sebi zavest, ne, in se odloča racionalno, iracionalno, ne, čist, ne, sploh pa umetnik je nepredvidljiv, a ne. Drži. Kako misliš, da bo umetna inteligenca spremenila glasbeno sceno, ne? Nisem strokovnjak na področju te digitalne industrije, ampak vidim pa, da se uči zelo hitro, zelo fajn, tudi čustev nima, pa se zna delati, da jih ima, ne. A veš, po neki... Zna se delati, to si dobro povedal. Ja, mislim, to bo, no. Delala se bo, da zna, ne. A veš, in potem bomo tudi to mogoče kupili na nek način. Tako da je neka bojazen v tej smeri, verjetno že nekaj časa prisotna, kako bo s tem. Po drugi strani pa, če v 30 sekundah narediš pesem v 3 verzijah, pa produkcijsko narejena idealno, to so vsi nivoji, to so samo nek zadnji mastering je manjkal, ampak to špila. Ne? Se pravi, koliko tega odpade potem studiji, produkcija, pa te stvari, ne. Ampak je pa, no, ta človeški faktor, po mojemu, bo še vedno držal, no, to, ko praviš, ne, ta čustva, no, to tiskar človekova zavest. Ne. No, bomo videli, pustimo se presenetiti, ker me presenečajo te elektronske zadeve vsak dan, vse ne samo mene, verjetno vse nas, kar naenkrat nas je objela ta umetna inteligenca. Ni bilo dolg nazaj, ko nismo imeli pojma o tem, ko je prvič bilo treba napisati, če GPT, koliko se napiše, zdaj ga znajo vsi na pamet, ne. Pa ne samo to, tudi velika večina ga uporablja. Ne, tako to je pač ta nek razvoj, ko smo se noter našli in zdaj se moramo prilagajati. Ne vem ti Pa reči. misliš, da bo v bistvu radijsko sceno Face spremenil, pa DJ-sko? Ja, no, Umek je že pred časom rekel, da ga malo jezi, pa se boji, ker je zdaj lahko DJ vsak, ne. In je dobesedno lahko. Jaz gledam, ko imam akademijo za otroke, ne, jaz imam 16 let starega učenca, ko je dobil zdajle podpis pri nemški založbi, pa je izdal komad, ko so mu ravno pred kratkim mastering delali v Švici. Komad je naredil, rola muziko v 16 letih. Ravno zadnjič je v cirkusu rolal, zdaj mislim, da ima reklamo, da bo delal v cvetličarni. 16 let je star. Ne? Ti zložijo tam mali, mislim, tudi aplikacije obstajajo take, da ti že vse zloži, vse lupe, karkoli. Včasih smo se igrali na teh, od Cubase naprej, pa zdaj na teh raznih FL studijih, pa Abletonih, ne, da si klikal, pa vsak kick, tup, noter na klikal, pa to, pa vsako melodijo odigral. Zdaj imaš že kar sample, ko kupiš cel narejen sample, zloži skup, ne. In zelo je tako enostavno. To je podobno kot včasih, ko smo prej bila na začetku, koliko težko smo nekdaj prišli do tehnike, ko smo varčevali, pa smo se potem vozili v Nemčijo, pa švercali dol tiste naše ali gramofone, kasetofone, CD-playeri so bili. Zdaj imaš vse tukaj. Muziko imaš na klik, mi smo se včasih vozili, ne, tudi v Trst, pa kupovali pa tiste plošče. Zdaj po spletu naklikaš, dobiš download, vse takoj. Ni tistega nekega fajnega občutka, da si neki se potrudil, da ti je ratal, ampak kar imaš, ne. Kar klikneš, no, a tole bi še, kar kliknem. Vseeno, do vsega roke, ne? Ja. V bistvu klika že. Ja. Ja. Zdaj že tudi DJ muziko vrtijo kar z oblaka dol, ne. Ne vem, te platforme, ko so Beatport, pa to. Imaš kar račun, pa kar iz njihove dol vrtiš, Pa sploh misliš, ne da bo v rabiš. bistvu to, recimo, človek sam po sebi, če ne daš neko energijo v nekaj, ne, potem v prvi vrsti manj ceniš, ne, v drugi vrsti se manj razvijaš, ne, se pravi, mogoče bolj počasneje razvijaš, ne, pa tudi majčkeno težje, kako bi rekel, osvojiš tiste točke, ki ti recimo potem dajo neko širino, ne. Se pravi, ti, če se ukvarjaš 10.000 ur z glasbo ali pa recimo s kiki ali pa z miksanjem pa vse skupaj, ne, se pravi, da dejansko res delaš na nek naravn način, ne, globe doživiš občutek, pa razumeš, pa še širino dobiš, ne, in potem na neki točki postane bolj kot ne vse absolutno, ne, tudi različna ostala področja, ne. Kako pa misliš, da bo pol to zdaj vse na hitrico, ne, ko vse na hitrico dobiš, vse je instant, ne, čez 5-10 let, ne, kako bo človek sploh v bistvu, bo, veš, to tako bi zdaj rekel, ne, zdaj bo, ne vem, daš tam vsuno noter, ne, ti zaigra, mislim, tam te nauči, tam ti pove, kako ne znaš igrati, ne, dobesedno, ne.
koliko bo sploh resničnih glasbenikov, ne? Veš, kdo bo sploh se še učil kitaro igrati pa prste trenirati, ne? Če boš tam lahko, ne? Ja. Ne? Kdo bo sploh še igral? Ne bom napovedoval. Ne? Ne, se pa vidi, kam gre trend, ne. Si omenil instant, ja to je, ne. Stvari bojo tudi instant dobre, ne. Jaz se spomnim, ko so prišle CD plošče, pa so vsi kritizirali. To je gramofonska plošča, ima boljšo dinamiko, ima več nizkih, manj srednjih, lepo zgoraj visokih toni, CD je pa linearen, to je tako, ko bi šel na hitro prehrano. Ne, brez veze. Ko je zdaj. Ne? Vse bo v redu, kar bo prišlo, ne? Tudi če bo malo drugače zapakirano ali pa slabše. No? Mogoče bomo mi večjo to razliko opazili, ko smo 10.000 ur dali v to, pa ko si rekel, to neko širino, ki jo dobiš časoma, ko pa oni, ko bi pa kar zadovoljni s tistim, kar bo, ali pa bo neko urodje jim pomagalo pri tem, da bojo izboljšali s pritiskom. Ne bo treba 10.000 ur se ukvarjati z neko frekvenco, nivoji, kompresijami. Pa bo to kar aplikacija, play. Ne? Pa bo instant. Za njih ne bo, za nas pa bo. Ne vem, zdaj mi starimo, pa se ne prilagajamo več temu razvoju. Recimo teza je lahko tudi recimo za akademike, ne, ali pa recimo raziskovalce, ali pa ki se recimo, ne, da nekdo raziskuje atom, ali pa zdaj govorim, ne, ali pa frekvenco, da raziskuje, ne. Moraš ti res ogromno časa posvetiti noter, iti v zelo široko polje, ne, nekega splošnega znanja, raziskovanja in tako naprej, ne, ogromno ur dati v to, da dejansko razumeš, kako frekvenca sploh deluje v osnovi, ne. In taka orodja, ne, pa demotivirajo, ne, posameznika, da se sploh še, zakaj bi se pa še jaz zdaj trudil, Tako, ja. kar pomeni na dolgi rok, ne, pomeni, da bo dejansko kvaliteta samo padala, ne. Se pravi, vse bo v bistvu postal tak nek absolut nekega povprečja, ne, pa zelo malo bo tistih, ki bojo ven štrleni. In jaz recimo vidim bolj to, no, tak, to polje. S tabo gledam točno tja, ker bo enako. Točno to, ne. Zdaj, ne. Pa misliš, da bojo taki posamezniki, ki bojo v bistvu ustrajali pri temu, ne, zdaj pač naslednja teza, ne, bolj cenjeni? Bojo boljš plačani? Ja, to je cel razvoj, koliko se bo, težko je zdaj eno stvar samo po eni strani analizirati. Verjetno bomo videli, ko bomo tam, bom jaz tako rekel, zato, ker se bo cel naš način življenja spremenil, ne, potem tudi te vrednote delovne, tudi potem to neko nagrajevanje, denar, ne vem, težko je govoriti samo v eni smeri, no. Je pa tako, da so ta orodja in zdaj najhujše je, da rečeš, da poskušaš obstati na točki, pa reči, to je pa preveč za mene. Žal smo v taki situaciji, da moraš slediti, ne. Vsaj delno, sploh mi, ki smo v tem konkretnem primeru muske, ko se še vedno ukvarjamo s tem, moramo ostati noter pa slediti novim trendom. Ni enostavno, ne, včasih je vsake toliko časa prišla kakšna novost, zdaj so skozi novosti, ne. Pa to, pa saj sem prej omenil te aplikacije in če gledaš neko, ravno zdaj sem slučajno pogledal, koliko delajo musko s temi računalniškimi programi, je pa že cel kup nekih novih aplikacij, ne. Mogoče si še pred kratkim se še ukvarjal, da bas linijo delaš, ne vem, s serumom sam, zdaj pač imaš še neko aplikacijo, ko sem ravno zdaj dobil od Davida Gete, ko imaš gor sample teh bas linij narejene in jih sam noter daš. Sam zbereš si, kjer boš pel. Spet je to, da se sploh ne rabim učiti, pa sem se učil seruma, ne, primer, ne. Pa se ga ne bom več rabil, ker bom imel aplikacijo za to. Kaj bo pa nekoč enkrat, sploh ne znam. Mogoče se nam ne bo treba toliko veliko učiti. Znali se bomo sam znajti med temi aplikacijami. Koliko bo pa človeška širina, tu pa nimam pojma. Verjetno se bo ožil ta spekter nekega znanja. Ja, ker to je v bistvu, imam prijatelja, ko je v bistvu pač postavil tezo, v bistvu pač on spremlja dosti umetno inteligenco, pa to tehnologijo sam po sebi, pa je rekel, da bo v bistvu prišla doba mrtvega interneta, ne. Ja, Ko v bistvu, ne, recimo dal je primerjavo, ko mi je bila zelo dobra, ne. On je bil sicer inženir robotike pa te stvari, ne, in je rekel, da recimo včasih, ko je šel raziskovati neka polja, ne, pač neke rešitve, ne, je šel narediti različne neke forume, ne, tam so določeni postavili to vprašanje in je šel iskati odgovore, kje bi lahko bil v bistvu rešitev za ta problem, ne, ki ga on dejansko rešuje, ne. In tisti, ko je recimo imel največ nekih odgovorov, pa največ nekih referenc pa reakcij na to, ne, je bila verjetno veliko večja verjetnost, da je bil bližje iskanju njegove rešitve, ne.
Nego danes pa dansko niti vprašanj ni več, ne. No, vse to je Ne, ker to je, ko najhujše. grejo vsi na ChatGPT, ne. Nimamo se kaj pogovarjati, ne, ker ti bo kar GPT povedal. Točno Ne. to, ne. Vse tako je tudi zdaj, ko smo postali sami svoji doktori. Ne. Google je bil prej, zdaj pa ChatGPT. Tle me nekaj boli v hrbtu, ne, kaj je to? Analiza vsega. Ne. Se je že zgodilo, da sem prišel do svoje zdravnice pa rekla, malo manj gledaj Google pa ChatGPT. Ne. Ampak tako je, ne. Vse ti je res bliže, ne, tako in ni nekega pogovora, kar klikneš noter in Ja, v bistvu ne rabiš niti imeti take interakcije, ne. 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 Pa zdaj, če se še bo v življenju zgodilo to, kar se obetajo, ti hišni pomočniki, roboti. Ravno, ko si omenjal kolega, ne, zadnjič je bila ena debata, en gospod dela s Kitajsko zelo velike posle, ne, in pravi, da to je že tu, 2-3 leta še. Koliko bo to stalo? Je tam ene 3000 evrov. Pa boš imel robota. In ravno predvčerajšnjim sem gledal BBC-ov prispevek, ko so šli k enemu tipu, ko ima to doma, ko je pač strokovnjak na tem področju. Robot v obliki človeka, sicer robot, ne, plastičen, pa mu je lepo rože zalival, posodo pomival, kofe mu je kuhal. Ne. Prav, live, BBC je šel to preveriti, ne, a je res to ali ni. Ne. Evo ga, rekel manga. Da, evo, za 3 ure boš imel najboljšega prijatelja doma, ki ne bo več 4 nožen, ampak bo vse ubogo. Ja, v bistvu se človek v osnovi stremi k temu, da se razbremeni, ne. Človek bi delal, mislim pač, v bistvu v osnovi lahko rečemo, da je v bistvu človek len, ne. Zaradi tega, ker skozi išče neke optimizacije, kako nekaj ne narediti, pa nekaj ne ponavljati predolgo, ne. Vsak bi se v bistvu z nekimi izzivi ukvarjal, ne, in tisto je pač bolj zanimivo, a ne. In zdaj, če moraš ti pa to eno stvar ponavljati, ne, boš hitro si želel zamenjati, ne. Saj Se tudi strinjam, ja. sesalci so, a ne, Ja, ki, no, zdaj tle imamo tega robota, ja. ne, to je recimo, ne, saj z razlogom prišel, a ne. Zdaj bo pa na 2 nogah sesal, ne. Ja, to, ko si rekel, ta optimizacija je do neke mere dobrodošla, fajna, ne, privarčuješ na marsičem, ne, ampak ne se toliko racionalizira, da boš potem ti izpadel iz igre, ne. Tako, če gledam. Malo. Jaz sicer hipotetično. gledam na vso to pač tehnologijo pa na svet, ki prihaja, ne, da bomo šli ljudje eni šli čisto v naravo, se pravi 2 poti, ena čist alternativa, ko je čist naravna pot, a ne, paradižnik pa Odklop od vsega, ne. Odklop od vsega. Druga struktura, čisto to tehnologijo, a ne, predvsem mesta, ne, bojo to, ne. Dobro, mi tukaj živimo po moje v takem okolju, ko mislim, če si še orenk železniške postaje, ne moramo privoščiti, da dansko lahko hitro migriramo iz Maribora sem, ne, verjetno bo še dolgo časa trajalo, ne. Tako da, ampak mislim, da bomo imeli 2 take poti in vsak bo v bistvu izbral, mogoče tudi nekega hibrida vmes, a ne. Ja, sredine ne bo veliko, tako je pa tudi zdaj družbeno gledano, ne, srednjega sloja je vedno manj, ne. Tako je. Mislim, jaz smo težka strokovnjaka zdajle za prihodnost. Mislim, ne vem, ja, to je res, ne, mislim pa, da bo tudi človeški faktor ful več vreden, no. Recimo takali pogovori, ne, bojo bistveno več vredni, a ne, ker recimo lahko se slišiš z nekom prek telefona, ne. Ampak en prava energetska menjava, a ne, se pa zgodi v živo, a ne, ko se pogovarjaš, ko se gledaš, ko si v neki bližini, a ne, in ta vrednost se mi zdi, da bo pa imela neomejeno, ne. Tako da vsi poklici po moje bojo šli bolj v to smer, no, tako. Ja. Ne, družbeni, psihološki, verjetno veliko terapij, ne. Ne, ker ne boš rabo več. Si predstavljaš govorca na radiu, umetno inteligenco? Ja, jaz mislim, da bo zelo hitro prišel. Ne. Mi smo poskusili to že, Res? z snemanjem novic. Pa ni Kako je šlo? v redu. Noben ni nič rekel, da je to umetna inteligenca. A res? Tudi nekaj reklam je posnetih, pa ne govorim pri nas, mi smo samo eno probali narediti. Po televiziji sem zadnjič slišal eno reklamo, pa točno poznam glas iz te umetne inteligence. Na kak način, pa enih par promocijskih filmčkov sem tudi videl. Z umetno inteligenco pač noter napišeš, kaj bi rad, pa ti on to prebere. Včasih ga kak na glas ki zmoti, kakšen kraj ali pa kaj takega, pa moraš malo obrniti tiste besede, pa to on pol prebere prav, ne. Je sicer zelo tako, točno tega nima, kar si rekel, te neke človeške energije, je malo bolj, ne, empatije, bolj gre v ono smer pisalnega stroja, ne, ko ropota z isto hitrostjo, pa z istim tonom, pa spet nova vrsta. Ampak gre. Tako da, enkrat boš rekel, Janko je na radiu, ne, ni, na morju leži na plaži, tam pa sam govori.
njegov dvojnik, robotski. Si predstavljaš? Pa še ko umreš, si še kar živ. Ja, si še kar živ. Ne moramo se ga rešiti, če kar je tle. Se pravi, v bistvu smo prišli v obdobje večnosti. Ne? Ja, si jo želimo. Ja, Včasih si človek reče, dost imam, ne, zdaj, če smo že tam, ampak ja, ja. Si kdaj razmišljal, da bi večno živel? Nisem se trudil. Ne. Ker ko prihajajo obdobja, ko nas kaj doleti, si rečeš, no, a to še pride zraven, ne, z leti. Tako da, Pa v bistvu akademija si omenil. Ne? Zdaj prenašaš znanje na mlajšo generacijo. ja, to pa je. Kje si ta, mislim, ta passion verjetno si nosil že dlje časa vse enotne. Ja, Ker je zelo uspešna zgodba, taka zelo prijetna, pa taka lepa. No? Ja, lušno je, moram reči, da smo zadovoljni, da je tako. Dejansko prenos vsega tega znanja na mlajše generacije, ne, in vidim, da tudi predsednica države nas je na enem dogodku pohvalila. Je rekla, čim dlje stran od tablic telefonov, ne jih delajo, ne se učijo. In na začetku, ko smo štartali, smo bili malo v krču, so nas vedno opozarjali mnogi otroci, ne, to ne bo koncentracija in bo po 1 uri šla, to moš ti imeti neko drugačno animacijo, ker to jim ne bo, ne. Kako to misliš, recimo? Ko sem začel prvo uro tečaja, ne, s prvimi, to je bilo 2018, ko smo začeli, in smo takrat ene 2 animatorki zraven pripeljali, če bo slučajno, kjer je skupina otrok imela zdaj težnjo ali pa željo po nečem drugim, da jih bomo animirali, zabavali, da ne bojo se dolgočasili ali pa ne vem, galamili ali pa karkoli uničevali. In se ni zgodilo to. Ne. Ura je bila za odhod, vem, da je bila 6:30 zvečer ura, 2 šolski uri. Ne. Starši so že prišli, tam mali so še kar šraufali musko. Ni. Do zdaj niti enkrat se ni zgodilo, da bi kdo od teh, pa jih je bilo več kot 350 otrok. Recimo, jaz se dostakrat tukaj rad dotaknem te teme, zaradi tega, ker kako najditi, recimo, nekoga spodbuditi, da najde ta passion. Ne? Ker se mi zdi, da je to res želja, mislim, to je najlepše darilo v življenju, da najdeš nekaj, kar te res veseli in to tudi počneš. Lepšega darila ne moreš imeti. Kako najditi pa spodbuditi, rečemo, jaz mislim, da se že pri otroštvu, ker meni je bilo ful zanimivo, ko si rekel, ne, da si že kot polc, da bi iskal tam miks, pa da si sam to naštudiral. To je v bistvu že nek znak. Zdaj, kako prepoznati te znake, da te pol to potegne, pa da nimaš, lahko koncentracijo držiš, 2 šolske ure. No, jaz pri teh najmlajših vidim s časom, kdo je tak, da je potencialen. Ni bilo tako, kako si rekel, da bi se vmes zgodilo, da bi ga pa začelo ekstra zanimati. Ali so ga takoj na začetku čisto potegnili ti playerji, računalniki, muska, ali pa je površinsko vzel, ker mi je bilo fajn, čez čas pa se je potem malo naveličal, tistega plečka, ker vsak dobi mašinco za domov, da lahko miksa, in potem, ko preverja malo pri starših, ja, se še kar miksa, eni so skos noter in potem tisti pol tudi pridejo na nadaljevalni tečaj. Določeni pa zelo uživajo na začetku, čez čas pa jim pol kakšna druga aktivnost recimo pomeni več, ker je pač to, kar mi počnemo, ena izmed oblik zabave za otroka ali pa nek krožek. Tako da nek odstotek je, ki potem ostanejo in gredo naprej. Tisti pa imajo pol velike šanse, da bojo prišli do tja, kamor je prišel recimo ta naš Černi, ko je pač zdaj dejansko solo DJ, produkcijo dela musko. V bistvu on je zdaj naš mentor, ko ga jaz pokličem, da pride k nam pa uči ta male. Koliko se jim kaže trike, ker na tej novi tehnologiji je možnost marsikaj narediti, ne samo premiksati 2 pesmi, ampak narediti pravo mojstrovino s uporabo celih tistih efektov ali pa samplerja ali karkoli. In jim pokaže enih par trikov, pa se potem oni učijo, nadgrajujejo svoje znanje, tako da učenci je že prerastel učitelja, to moram povedati. V teh tehničnih znanjih. Tako da nek odstotek potem to, kar sva rekla, opaziš, potem pa itak sami sodelujejo, pa jim damo vso to možnost, da so z nami, pa da se učijo, pa da jih peljemo naprej. Dobenega pa ne silimo, tistega, ko mu je mogoče na začetku bilo fajn, pa mu zdaj mogoče ni več čez 1 mesec. Pač le, vrata so odprta, lahko pride. To so v bistvu recimo starši, nisem kak izgledala prijava, ne? Starši prijavijo, ampak vedno pravijo, da si že to od nekdaj želi otrok, Večina je
Zdaj so takih. starši dejansko opazili to. Ja, prek nekega oglaševanja ali prek radia ali prek spleta. Ja. Saj ne moramo dejansko nagovarjati otrok, ker ne hodimo po šolah, da bi njih vabili, zdaj pa staršem rečete, da bi vi to bili. Ne. Pač staršem damo to možnost in tudi imamo spoznavni dan, večer, kakorkoli, da to vidijo, probajo, pa se odločijo. So pa potem nadgradnje, ko jih je treba animirati. Mi jim pač damo to, da delajo na najnovejši tehnologiji, tako kot uporabljajo tudi najboljši DJ-ji, ne. To plus na dogodkih se pojavljajo na odrih, ko vprašanje, če se bi kdaj ali pa se bojo kdaj, ne. Največ, kar smo dosegli z to ekipo naših najmlajših, pa smo se res trudili, so bili talenti, ne. Slovenija ima talent, mi smo minuto 20 je bila dolga točka, smo jo vadili 4 mesece, ne. Ne, zdaj, eno je, če greva midva nekaj trenirati, pa se dobiva vsak popoldan, to so pa le otroci, ko je treba starše, potem imajo obveznosti, seveda njihova motivacija je drugačna, ne, ampak so bili toliko zagreti, toliko željni. Tudi zadnji dan snemanja te oddaje, to Kako je izgledalo recimo v Drobovje to, no, tak, ne vem, recimo si prišel na idejo, da bi šli na talente. Kako je to izgledalo recimo od samega začetka, pa kako so recimo potem ti posamezniki to sprejeli, kako se je v bistvu to začelo buildati, ne, da so potem bili res, ker to je v bistvu tako, da bi rekel, gremo na olimpijske igre, ne. Ja. Bilo je zelo zanimivo, ker se je zgodilo v enem tednu, ne. Jaz sem z mojim prijateljem, ki je tak marketinški strokovnjak, sva se pogovarjala in sem omenil, da bi rad nekak in on mi je tudi rekel, ti moraš iti na talente. Sem rekel, super, to bi bilo. Zgodilo se je, čez 2 dni me ne kličejo iz talentov, a bi vi prišli, ne. In sem rekel, super, ravno smo imeli idejo, da mogoče bi pa, ne, tako da se je poklopil. Bil je pa to, mislim, da je bilo tam okoli Božiča, ne. Ta oddaja se pa potem spremlja avgusta, ne. September, oktober, ne. Tako da takrat so me klicali in potem se je začel februarja, so se začele vaje in potem smo imeli vmes enkrat prvo neko pojavljanje, smo šli na ocenjevanje k njim, da so videli točko, pa so pa rekli nekaj spremenite, pa smo popravili, pa ni bilo v redu, pa so pa oni sami rekli spremenite nazaj, tako ste imeli. No in junija se je snemala oddaja za 1. september, ne. Tako, ker pol imaš pa možnost 2 meseca, da narediš če greš naprej za polfinale, novo točko, ne, ker rabiš nekaj časa, da naštudiraš. In ko sem jaz takrat tej ekipi povedal, so bili vsi tako, veš, da gremo, ne, na talente, ne. Zdaj oni niso, veš, razlika med nami je, ko imamo nek notranji nemir, da ne rečem pozitivno tremo, koliko bo pa zdaj to, ne. Koliko nam bo nastop uspel, ni bila dobena težava, ampak kako bomo mi to zdaj sfurali na popu, ne. Ko smo prišli tja, se veš, to so otroci razposajeni, skače sem in tja, tukaj je bilo neke pozitivne nervoze, da sem mogel biti kar malo na trnih, da smo se zbrali, ampak v bistvu ta njihova pozitivna energija je naredila svoje, ne, ker so bili, oni so uživali v tem, ne, to je bil za njih en tak luštni izziv, miksati so znali, tisti miks, ko smo ga trenirali, smo se zmenili, jaz sem ga najprej sestavil, potem so ga pa oni po tem nekem izračunu, ne, ker smo mogli računati sekundažo, da je prišlo minuto, že tistih 20 sekund je bilo skoraj malo preveč, da smo potem uspeli in da je prišlo pol do pozicioniranja, kdo kaj, pa smo se koreografinjo pripeljali, da nam je neko plesanje pokazala, neke točke, pa smo rekli, zdaj mu še nek hip-hoperski vložek, not ker je hip-hopov, the best, fine, full, rolko mu prinesli, to bomo dali, ono dajmo, kar dajte, ne, tako da so v bistvu sami potem nadgrajevali to točko, ne. Nismo želeli, da je to zdaj nek ukaz, zdaj pa moramo iti, pa morate takole delati, ne, takole bi delali, a bote, ne, in so potem uživali, pa neke rekvizite smo iskali, se spomnim še ena mehiška pesme, noter smo en sombrero nek kupili v otroški trgovini, se neko imitacijo trobente najde, da so pol to oni. In glavno, recimo, dan snemanja oddaje, to je trajalo od 8 zjutraj do 9 zvečer. Tam so se najbolj bal, da jim bo res padla ta koncentracija, ne, ker ko se oni navlčajo, pa potem težko dobiti neko pristno energijo. More biti. Snimali se je v bistvu minuto, pa je bilo točke? Ja. Kako je to potekalo, v bistvu, da se je tako dolgo trajalo? Zdaj, ker verjetno ni bilo več teh tekmovalcev, ne? Ja, najprej je predstavitev ekipe, kdo je ta nastopajoči, in to so nas snemali v eni čist drugi hali stran od Pop TV-ja, tam, ko se snemajo neke druge oddaje, ko se snema
kuharska oddaja, to so neki čist najete hale, tam smo imeli noter za zavesami, so nas snemali, pol prihod se snema čist drugje, ko priletijo na oder, pa neke UV lučke, to čist drugje se snema. Tako da, potem, ko so snemali pogovor, intervju pred Mercatorjevo trgovino, očitno, ker je bil pokrovitelj, so nas pelali, da so se tam z vozički vozili. To je trajalo vse in potem smo imeli generalko, ne, smo šli tja na glavni oder, smo jo odfurali, smo pač pokazali, kako to zgleda. Potem pa se je še enkrat, ko so prišli tudi starši zraven, oziroma gosti, ker se snema s folkom, tudi oni so mogli biti 6-7 ur zraven noter. Pa se pa snemajo oddaje po katih, malo pauze vmes, da grejo žirantje, pa tako, da se grejo spočiti, make-up pa te stvari, ne, ampak pol, ko so naši prišli gor na oder, je bilo, mislim, da okoli 5 popoldan, ne, so prišli naspidirani, toliko naspidirani so prišli, da sam rekel, super. Res, Pero Poles pa, kaj že bil on ta drug, ko sta bila, ne, sta jih še malo, preden so gor šli, malo povprašala, pa pol tudi, ko so dol prišli, to se vse snema, ne, in ko so preleteli na oder gor. To je to. Ker so tudi neki napakic, ko so imeli med samim miksom, ker so imeli neke trike, pa jim niso najbolj uspeli na generalki, vem, da je bil en majhen zdrs pri lovljenju bita in točno tisti fant je pol to naredil na nastopu. Briljantno. Brez napake. No in takrat je pol tudi Lado rekel, da bomo ogrevali njegovo to slovensko muziko dadu že v Stožicah. So bili tudi pol tam gor na tistem odru. Tako da to so te stvari, ki mi ponujamo, jih ne samo grobo miksanje, ne, ampak mi smo rekli, da damo nek tak lifestyle imidž, ne. Neko dogodivščino, ker skozi to prizmo se mi zdi, da otroci najbolj uživajo, ne. Ni moj namen, da zdaj izučim DJ-ja tipa David Guetta, pa smo pol menedžer, ne. Mi smo rekli ne. Vse, kar je vaša stvar, mi hočemo samo, da je ta zgodba taka. In potem ta pristnost, pa zanimivost, pa bom rekel tudi na koncu koncev uspeh tu, kjer smo, no. Da smo jim dali to možnost zabave in teh odrov, ko se vračam na začetek, jih verjetno ne bi nikoli, ali pa redko, ne, bili na njih, ne. Se kaj pa je recimo dolgoročni cilj te platforme? Mislim, cilj je že itak skoraj dosežen, ne. Mi se samo z generacijami, ki prihajajo, ukvarjamo na isti način, iščemo samo nove izzive, kam bi lahko šli. Sej smo razmišljali tudi v tujini, ampak zdaj neka globalna širitev je in ni v mislih, no. Ne vem, ker ne gledam toliko marketinško zdaj v to, da bi rekel, zdaj moramo pa mi imeti ne vem koliko področji, pa da bomo potem mi to služili, tega ne. Mi imamo nastope, ko se pojavljamo s temi našimi DJ-kami pa DJ-ji in je to ful fajno, ko nastopamo. Zdaj bomo imeli ravno, evo, smo se dogovorili, da bomo imeli zimsko turnejo po 5 slovenskih smučiščih, ne. Da bomo rolali muziko, ne. Na Krvavcu, na plaži bomo ogrevali Prečuki, ne vem, na Rogli bomo, Kranjska Gora, Goltej. Veš, bojo pol to je pol tisto neko doživetje, da mali rolajo muziko, neke nagradne igre si gremo, to je to, no. Tako da skozi to zgodbo se mi zdi, da ravno je ta uspeh nastal, no, ker uživamo v tem. Mislim, zgodba je zelo lepo tako zapeljana tak in za ta male, da imajo dejansko tisti nek možen razvoj, a ne. Veš, ker to so le otroci, ne, in smo imeli en primer enega fanta, ko ga je družina še potem na dodatni tečaj poslala, ne, pa se je res naučil še dodatno delati, še bolj kvalitetno, ampak vem, da je njemu bilo predvsem druženje s temi vrstniki zelo fajno, ne, in tudi naši kempi, ko so ali summer camp ali winter camp, imamo mi neko druženje, aktivnosti, igre, na summer campu celo prespimo na aleji gor na strehi čez noč, nobenega ni, sami smo v trgovskem centru. Veš, kaj je to za otroke, ne? Ne samo golo miksanje. V redu si se naučil 1 trik, 2, 3 in ravno ta fant je potem se vrnil k nam nazaj, ker mu je bilo pač tudi to všeč, ne. Dodatno se je še naučil, kar je super, ne, ampak ta zgodba, to veselje, to je. Se pravi, so novodobni taborniki, ne. Tako, veš, ne, ko smo potem postavili visečo mrežo pa te stvari, ne. Pa pol razne igre, od zorba, ko se lahko pol odbija. To je neko čisto dodatno doživetje in tisto miksanje je potem sklop vsega, ne, kamorkoli gremo, miksamo zraven pa se zabavamo, ne.
To si v bistvu povezal recimo tudi z radijsko shemo, recimo tako, glede na to, da recimo se z mediji recimo veliko ukvarjaš, a ne? Jih tudi dobro razumeš, a ne? Tudi recimo veliko nekih možnih vrat se ti je recimo lažje odprla, ne? Da ste dejansko v bistvu celotno zgodbo zapeljali, kak je recimo ta segment v zadnji deloval, a ne? Ko ste štartali, a ne? Ker vem, da mislim, da ste štartali z City centrom. Ja, Je bilo to tako? 2018 Aha. smo štartali s City centrom, ja, in še vedno delamo z njimi, tam ravno zdaj letos pripravljamo nov tečaj. Koliko so odprti recimo, ne? Koliko so odprti recimo do takih idej? Tudi dejansko rabiš neka sponzorstva pa vse te stvari, ne? Ja, so, moram reči, hvala vsem tem, ko nas vedno podpirajo, je pa dejstvo, da vzgajamo njihove bodoče kupce, no. Če tako gledava, ne, tudi oni bo enkrat odrasli, ampak delamo na teh družinskih projektih in njim je to fajn, no. In nam je tudi fajn, da nas podprejo, ker je veliko takih projektov podobnih ali pa drugačnih, pa mogoče ne pridejo kje zraven, no, nam je to uspelo in hvala vsem tem, ne. To nimaš kaj, to druge ni, no. Brez neke pomoči je pa težko uspeti, no. Ja, se koliko je to recimo, ker recimo ogromno je nekih idej, ne? Takih in drugačnih, ne? Kje je tista razlika, da nekomu rečemo uspe, enemu pa ne, ne? Ne vem, mi smo bili drugačni, mi smo bili prvi na tem področju. Nič nismo kopirali, mi smo si sam zmislili to in ne poznam nikjer, sem malo brskal po svetu, če je kje kakva taka akademija, pa je ni. Smo rekli, mi smo bili čisto prvi, to je naš unikatni izdelek. Verjamem, da se bo še kaj pojavilo, ampak lastim si to, da smo bili prvi. Ja, in tudi to je prepričalo potem, ko smo povedali, kaj znamo, kaj delamo, pa smo tudi pokazali in je malo drugače, kot so mogoče določene igre za otroke, ki znajo biti si podobne, ne, pa ni takega odstopanja. Tako da, je pa tako, ne, tudi ti se moraš potem, ko si enkrat pokazal, kaj znaš nadgrajevati, ne, tudi mi iščemo ideje, da ne bomo samo muskomiks ali kaj bomo delali, bomo nagradne igre, bomo to delali, bomo ono, bomo animirali, ampak skozi to grejo vsi ti naši, tako da tudi uporaba mikrofona se ravno z tega vidika, ko si rekel radijskega, uči, ne, tako da mogoče bojo pa celo bodoči radijski voditelji, ne. Ja, pa tudi recimo se tako kaj povezuje, recimo tako stvari, ne? Okej, recimo biti DJ je že danes v bistvu tudi animator zraven, ne? Ja, oboje, ja. A je recimo tudi tako zanimanje? Ja, je pri nekaterih, no. Pri nekaterih je, no. Nekateri se ukvarjajo tudi zdaj dodatno recimo vnašajo v svoje to delo, samo to je že pol spet sili v smer produkcije, kake inštrumente, ne, ali pojejo, ali igrajo kitaro, ne. Tudi to imamo in smo lepo združili, da vidimo, če gre skupaj, probamo, pa ja, je fajn, ne. Pa ko naredimo nastop, imamo pevski nastop, ne, kitarski nastop, zraven na ta program, ki ga delamo, ne. Tako da, se pravim, prepuščam njim, malo mi jih usmerjamo, oni pač pol pokažejo, kaj znajo in poskušamo najboljše ven iz njih potegniti, ne jim pa vsiljevati nečesa, saj to je to. In tudi tebe, ali pa mene, če so silili z nečim, Ja, valjda se smo slej ko prej, ne, obupali ali pa želeli bojkotirati, ne. Mislim, se v končni fazi se za določene stvari odloči zaradi tega, ker se ti fajn, Tako. pa ki jih rad počneš, a ne. In to je treba v bistvu Ko si v teh rosnih letih te pač več stvari potegne, ne, bom to, bom ono, bom tretje, bom četrto in ena izmed teh stvari je pač bom DJ, ne. Zdaj pa eni ostanejo, no, eni pač grejo dalje, pa so potem nekaj drugega. To je cool. Kaj pa tebe vleče 10, 15, 20 let, kak sebe vidiš? V prihodnosti zdaj, ko je že proti koncu gre. Si zelo mlad. V smislu tega radijskega dela gre proti koncu, zaradi tega, ker to, kar delam, jaz delam z največjim veseljem in zato nimam nobenih pomislekov niti težav s tem, da bi karkoli spreminjal, ker je meni to vrhunsko. Delati kot radijski voditelj, radijski DJ, pa potem še vse to, kar imam zraven, ne. Tudi tonska tehnika me veseli, ta produkcija, nekaj sem naredil, ampak produkcija kot taka, to zlaganje Lego kock mi ni toliko. Ni, ampak ta tonska tehnika, tu sem pa šel v nekem momentu v šolo delati lansko leto, no, vse bo pa to. Tega? Ja. Wow. Pa sem že nakupil digitalne mešalne mize, pa ne vem koliko mikrofonov, pa sem malo probal, pa mi je to fajn, ker sem že skozi v tem, tudi ko imamo goste na radiju, že od nekdaj to delam. Mi je pa bilo fajn to, ko smo na začetku omenjali, samo so to druge frekvence, ne, ampak te frekvence, ko se pol učiš, ne, pa veš, kjera bo zacvilila, kdaj zacvili, ne, koliko rešiti.
brum, mikrofonijo, koliko nastavi. Daska so kabli največji problem, ne? Tudi to. Če Od kabel ne kablov, DI-boxov, no, ampak predvsem nastavljanje dobrega sounda. No. Se pravi, Imaš pa vi zdaj ste ti- bolj direktno na terenu, ali kako si to recimo, se pravi kot tonski tehnik z glasbenim skupinam, ali... Tudi, ja, tako. Aha. Ne. Moram reči, da enih zelo, kot se bo smešno slišalo, ampak mi je bila narodna zabavna ful blizu. Hm. Ker ko smo delali na tonski tehniki različne žanre, mi je bila the best. Ali? Ko so povedali, koliko Avsenik dela harmoniko sem, trobento sem, govorimo o tem neki nastavitvi sounda, ful dobro zvenelo in ravno pol se je zgodilo, ko sem končal, da smo delali tam na Konigundi, ko imajo to konigundanje, so imeli nastop cel kup teh mlajših narodno-zabavnih bendov in sem jih lepo pokril, pa mi je bilo vrhunsko. Te stvari me zelo zanimajo, no. Tudi to. Kako se pa lotiš recimo zvočevanja potem recimo benda, ki je 20 ljudi gor na odru? Ja, tam se začne pri kikih, pri bobnih, ne. Aha. Pol pa vse ostalo. Kaj razporediš? Ja, no, zdaj odvisno od benda. Jih moraš tudi recimo, jih tudi ti razporejaš? Ne, potem oni na imajo podlagi- svojo postavitev, Aha. bendi, ne. Se pravi, nisem nek težek strokovnjak na tem, ampak mene bolj veseli to delo, pa tisto, kar delam, vem, kaj delam, no. A veš, ker najhujše, ko nekaj delaš, pa ne veš, nekaj sem šrauf, ampak ne vem kaj, ne. Da veš, zakaj 250 Hz začne brnet, pa brumet. Ne, to mi je fajn. Kar se pa teh večjih bendov tiče, pa to še itak nisem še toliko daleč. Manjši bendi so mi bolj zanimivi, ker pri večjem bendu je več mikrofonov, ne. Že bobnih imajo 7, ne. Pol pa to vse postaviti. Bobnar je zmeraj tišijo tja nekam v kotu. Ja, bobnar je pa navadi najbolj glasen, Najbolj pa glasen, ja, včasih sploh ne rabi nekega zvočenja, samo neko površinsko pokritost, odvisno kak je prostor, ne. Je pa fajn gledati te ljudi, ko to obvladajo, ne. Ko so res mojstri tonske tehnike, no. Tudi ta, ko nas je učil Danilo Ženko. To so ljudje, ko imajo absoluten posluh, pa slišijo, no sej verjetno jim je to včasih v napoto, ne, ko slišijo marsikaj tistega, kar ne bi smeli, pa ne bi želeli. Ampak je fajno, ko so strokovnjaki, ko res obvladajo. No. Se pravi, v to smer te vleče življenje. Ja, to me vleče, zdaj, ker je to neka ena izmed vej, ne. Me pa ne vleče, da bi zdaj to, ne vem, bil to nek main job, pa bi zdaj cele dneve, pa noči, predvsem večere in noči bil na terenu. Ne, mi je bolj kak Ja, ker je tudi kar... kulturni dom, pa kaj takega bliže, Ja, ker je naporno. Ker je to tudi kar naporno. Ja, ja. Fejs, ne. Se pravi, Ja. zjutraj začneš, pa naslednjo jutro greš spat, ne. Ja, to je kar veliko tega, sploh, sej poznamo, no, pri DJ-jih vedno zgleda, pa tudi pri vsej tej stvari, vidiš sam efektivo, ne, koliko je predpriprave, pa koliko je pol pospravljanja, pa zlaganja. Pa koliko je vožnje, pa še nazaj. No, še tega. Včasih je že ta najtežja. To je najtežje pol, ja. Ko si že čisti žet, pa je še treba 100 udariti za volanom, pa na bencinski pol dremaš, ne. Vse to. Koliko si najdlje vrtel? V eno? Imaš kak... Nekega rekorda nisem postavljal, ne, ampak Mislim, da bi pač tak, da imaš v mislih. ne vem, včasih je bilo drugače, ko so DJ-ji vrteli musko celo noč, ne, sej tudi zdaj je tako, ampak ti boljši DJ-ji pridejo delati sete, dvourne, ne. Tako, včasih se je pa začelo, prvi si prišel, pa zadnji si šel, ne. Tako da cela noč je kar dolga, no. Nisem pa imel nekega maratona, da bi, niti se ne spomnim, da bi bil ekstra pozor na to. So pa, se pravi, tudi če si vrtel 6 ur musko, je to trajalo potem vse skupaj dosti dlje. Da si tja prišel postavil, da si pospravil prišel. Sploh, če si imel svoje zvočenje, ne. Drugo je, če si šel na nek ples, ko so imeli že vse. Tako da, ja. Mi je pa fajn tudi ta manjša zvočenja postavljati, to tudi imam doma. Sem dobil izselitve nalog, skladišče ali pa bo to kje odzuni. Tako da, ja veš, vsakič nekaj dokupiš, pa škatle je vedno več, ne. Je pa fajn, ne, ko imaš. Je bi se lahko, imaš več izbire, ne. Točno tako, da. Dobro. Jaz bi se ti ful zahvalil za tvoj čas, no, pa Odpreka energijo. je že konc. Ne vem, jaz Pa mislim, na začetku so se pogovarjali, ne. Ja, To bo kar odletel. In ja. V bistvu že snemam uro pa 50. Skoraj 2 ure. ustavi, prosim te. Nehaj pa, za drugič pusti še kaj. Ja, res mi je všeč, da posvečaš energijo vsem kamerjo. Ko se mi zdi, da si veliko
ljudem omogočil, pa pomagal, pa tako in drugače, sploh tem mladim. Ja, Ko se se mi zdi, da trudimo. še najbolj potrebujejo to v današnji tehnologiji strinjam, po ja. svetu. Ne. Ja, hvala, enako, sej tudi ti si vpet v to dogajanje, tako Mislim. ali drugače, ne? Ja, da smo vsi tu nekje. Smo skoraj v istem fohu, ne? Tako da, hvala ti Hvala res. lepa, hvala tebi. Enako.